Dobrodošli vsi, ki ste se temu oktobrskem večeru vzeli čas in se pridružili Delavski zvezi Slovenske demokratske stranke na pogovornem večeru Četrta industrijska revolucija, priložnost in izziv za celotno družbo. V našem forumu smo se za takšno potezo odločili, ker smo mnenja, da je v Sloveniji to velikokrat tabu tema, ki pa nas lahko veliko stane in nas ponovno približa nerazvitim državam Zahoda kot razvitim državam Zahoda. Vsi tukaj zbrani se verjetno strinjamo, da se bolj želimo približevanja razvitemu zahodnemu svetu. Prav prisrčno dobrodošlico pa bi želela izreči posebnim gostom, ki so si kljub zelo napornim urnikom vzeli čas in nas počastili s svojim obiskom. Tako v naši sredini lepo pozdravljam poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Jelko Godec, ter dva osrednja gosta našega večera. Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Francija Breznika, ter tehničnega direktorja podjetja ETRA, gospoda Janja Glavača. En aplavz. Prepričani smo, da nam bosta dala zelo konkretne odgovore in predloge na naša vprašanja, zato smo jo tudi povabili pred nas. Prosim naša gosta, da se mi pridružite. Še enkrat lepo pozdravljena. Skozi zgodovino je gospodarstvo, svetovna družba doživljala različne revolucije. Prvo industrijsko revolucijo sta sprožila izgradnja železnic in izum parnega stroja, ki je vodil v strojno proizvodnjo. Druga industrijska revolucija je omogočila serijsko proizvodnjo, ki je temeljila na odkritju elektrike in izumu tekočega traku. Tretjo industrijsko revolucijo oziroma računalniško ali digitalno revolucijo so spodbudili razvoj polprevodnikov, uporaba glavnih računalnikov, osebni računalniki in internet. Četrta industrijska revolucija, sredi katere smo, pa pomeni moderno tehnologijo in proizvodnjo v dobi digitalne revolucije. Po besedah Klausa Schwaba, predsednika uprave Svetovnega gospodarskega foruma in avtorja knjige Četrta industrijska revolucija, četrta industrijska revolucija ne spreminja, kar počnemo, ampak spreminja nas. Zanjo je značilno, da združuje digitalne, fizične in biološke sisteme. Oblaki, mobilni računalniki, umetna inteligenca, genetsko inženirstvo. Napredek na tem področju je neverjeten. Tehnologija pomeni razvoj družbe. Tehnologija nas je povezala in združila. Kot družba smo povezani bolj kot kdajkoli prej. Po drugi strani pa digitalna tehnologija razdvaja. Glede na povedano, me zanima, ali je Slovenija do sedaj naredila dovolj, da zaobjame tehnologijo, ki bo dobra za vse, da se dvigne standard in kvaliteta bivanja za vse državljane. Kako na to gledate vi, gospod Breznik, kot poslanec, in kako vi, gospod Glavač, kot podjetnik? Hvala tudi za nek uvod, za to, da so meni bile prekrane nekatere besede, ker navadno večina v zadnjih 2 letih se navadno ljudem, tistim, ki so mogoče pač malo bolj lajki na tem področju, navadno začnemo s to rahlo zgodovino, kot bi rekla tudi naša podpredsednica od 17. in pa skoraj za začetku 18. stoletja z izumom parnega stroja, ki se je začela v bistvu prva industrijska revolucija. Torej, glede tega bi rekel samo nekaj, bi dodal. Moj odgovor bo mogoče nekako v prvem in drugem delu. Prvi del je ta, da nam je prejšnja ureditev vzela tretjo industrijsko revolucijo, torej Jugoslavija nikoli ni prišla v tretjo industrijsko revolucijo. Pokradeni stroj, uničeno podjetništvo po drugi svetovni vojni, takrat je bila slovenski del ali pa Dravske padovine v bistvu na vrhu druge industrijske revolucije. Stroji, ki jih je imel recimo Huter v Mariboru, številna podjetja, tudi v področju, ko sem nekoč razlagal, od Cinkarne, Celje in vse ostalo, je bil vrh industrijske revolucije. In Slovenija ali pa Dravska padovina, kljub tem, da bilo to večinoma nemških podjetnikov, Judov in tudi nekaj Slovencev, je držala stik, držala je vrh druge industrijske revolucije. Pokradeni Huterjevi stroji, ko sem tudi sam bil v sredi elektrotehnične šole v Mariboru, so, lahko rečemo, polno funkcionirali tudi leta 86-87, ko sem jaz kot dijak prestopil prvič prakso, recimo v Mariborskem MTT-ju. Hočem povedati, in to večkrat tudi pokažem, druge industrijske, torej mi popolne tretje industrijske revolucije nikoli nismo dosegli v Jugoslaviji, zaradi tega tudi Jugoslavija propadla. Lahko povem, da je propadlo tudi po mojih teorijah,
ki jih razvijam kot inženir in kot ekonomist, je propadel v bistvu tudi, je se zgodila tudi hladna vojna. Jaz sem večkrat povedal, da ta boj med Zahodom in Vzhodom od konca leta 1945 pa tam do 80-ih let pod prihodom Rolanda Reagana v vrh ameriške države, administracije, je bila ta vojna, lahko rečemo, zelo na eni in drugi strani, bi rekel, oboroževanje, kar največkrat poznate. Spremenila pa se je torej sama vojna, hladna vojna, ravno za prihodom Rolanda Reagana. Torej Roland Reagan je takrat ko bomo začeli in uničili tako zvane imperije zla ali War of the Evil Empire, kot je on dejal, z to tudi s to imenovano doktrino s tem, da jih bomo tehnološko porazili. To razlagam zaradi tega, ker želim, da bi morda debata ravno zaradi tega šla, da, v bistvu, da bo se razvila moja teorija, da kdo bo vodil tehnologije prihodnosti, bo vodil svet, bo med vodilnimi, bo med uspešnimi in bo s tem lahko tudi svojim ljudem, svojim državljanom postavil neko blagostanje. Kaj se je zgodilo? Torej, ta doktrina iz leta 1981 je temeljila na 3 principih. Prvi princip je bil nizka cena nafte. Torej, druga industrijska revolucija je živela predvsem na račun ne samo elektropogona, pa tudi potem motornih vozil razvoja, to je 3 motorjev znotraj izgorevanja, dizel motorji, avtomotorji in pa banklove motorji, čeprav banklove motorji pač ni doživel nekega komercialnega uspeha. In so rekli, večinoma vzhodnoevropskih držav pač živi od naravnih virov, nima tehnologij. Druga zadeva, ki je bila najbolj pomembna, je pa bil, gledajte, to je podarilo Berlinski zid, razvoj mikroprocesora. Jaz sem pred sabo za nalaž vedno nosim simbolno mikroprocesor, s katerim sem jaz začel, to je bil 65 Z80, recimo v spektrumih iz leta 80, pa 65.2, gre za 8-bitne procesore, ki jih pač lahko rečemo, vzhod nikoli ni razvil. Kasneje, ravno v sredini 80-ih let prihaja Motorola 68000, prvi 16-bitni procesor, sve danes je to vse zgodovina, temu se smejimo, vsaka malo boljša digitalna ura je petkrat bolj zmogljiva vseh teh procesorov in tako lahko delujemo. Torej, ko se je začela ta vojna, ko je Amerika temeljila na tem, na 16 bitih, na Motorola, ali pa že na tem, takrat je vzhod, pa Jugoslavija temeljila na tem, pa na tem, torej na TO3, 2.3.5.5, pa na relejnih zadevah. To je bila druga industrijska revolucija, tu pa bila tretja. Na podragi tega Amerika potem tudi razvila tako zvana Star Wars, najnovejša orožja, mikroračunalniško kriminjena in prepoved je bila seveda prodaja visokih tehnologij, predvsem mikroprocesorjev vsem vzhodnoevropskim, ali pa predvsem tistim komunističnim državam. Zaradi tega je v bistvu komunizem posredno gospodarsko propadal. Propadal je seveda tudi moralno in vse ostalo, kar temu sledi. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da odgovorimo tudi na naše vprašanje. Ali Slovenija v tem, lahko rečemo, že utečenem procesu, tudi 4. industrijske revolucije, drži korak, kar je vaše osnovno vprašanje. Določena, lahko rečemo, vsaj številna manjša podjetja držijo ta korak, zavedajo se digitalizacije na svojih mikroravni, torej v samih proizvodnih procesih v nekem manjšem podjetju. Pa mi velikih ali pa velikih multinacionalk, razen morda Gorenja in še drugih podjetij nimamo, je pa ta problem toliko večji. Zdaj, kako izgledajo ti procesi v manjših podjetjih, pa v srednjih podjetjih? Ti procesi so navadno, nekdo misli, kupil smo en malo boljši računalniški CNC stroj, izdelujem neke zadeve, da. Ampak v večjih podjetjih se pač ti stroji povezujejo preko tekočih trkov, potem v robote, humanizirane robote, notranji krmilniki komunicirajo med sabo, to se je začelo že tam, lahko rečemo, v začetku 90-ih let. Ta komunikacija potem poteka preko tudi zunanje pametne logistike, notranje logistike in tako naprej. Potem vrhunske inženirije in avtomatike z dolgoletnimi izkušnjami postajajo v tem tako zvane poklice, poznamo arhitekti 4.0 proizvodne, kjer potem ti procesi še bolj delujejo z večjo hitrostjo, z večjo zamestljivostjo, potem tudi kontrole sledijo temu z posebnimi laserskimi zadevami, kjer merijo na tisočinke, recimo v avtomobilski industriji, in ta pametna proizvodna torej komunicira. Je izredno hitra, izredno fleksibilna, delovna mesta, ki so lahko rečemo tudi ni dosti delovnih bolezni, kvaliteta je kontrolirana in pametna proizvodna, seveda preko komunikacije, spet ponovno sodeluje z velikimi multinacionalkami, katerih recimo tudi slovenska podjetja so.
Številna slovenska podjetja danes imajo te procese izvedene. To so tista, predvsem, ki so v teh avtomobilističnih grozdih, kjer sodelujejo, kjer izdelujejo, lahko že rečemo tudi, kjer so razvojne dobavitve, kjer izdelujejo, lahko rečemo, relativno zapletene ali pa neke izdelke z višjo ali pa visoko dodano vrednostjo. To niso sedeže prevleke, morda ne še, ampak so pa številni izdelki, recimo številnih podjetij, ki morda še nikoli niso slišali za njih. Problem, ki pa nastopi, je pa, ali četrta industrijska revolucija deluje tudi v ostalih procesih naše družbe, ali deluje v javni upravi, ali rabimo v času četrte industrijske revolucije v zadnjem letu vlade 10 000 novih delovnih mest v javni upravi, ali ravno četrta industrijska revolucija tista, ki bo ta delovna mesta omejevala, zmanjševala in bo več ljudi se odločilo za tehnične poklice, se prilagajalo tudi okolje tem procesom in ali bomo Slovenci ne se pogovarjali o četrti industrijski revoluciji, živeli neke produkte četrte industrijske revolucije, ali pa bomo mi sami soustvarjalci četrte industrijske revolucije. Torej, moj odgovor v prvi vašem delu je bil, da nekatera manjša podjetja, ravno tisto razvojati nas se temu prilagodila, niti Gorenje se temu ni najbolj prilagodilo. Mojem predstavljski znak, ravno zaradi tega so postali nekonkurenčni, niso razvijali, recimo vse logistike, pametne, nimajo toliko razvite, blagovna znamka Gorenje je še vedno ostala v srednjem cenovnem razredu, proizvodna cena njihovega pravnega stroja, po moje, je manj kot 200 € ali pa še manj, če pogledamo, ne. In seveda, takšno podjetje seveda velike prihodnosti na dolgi rok nima. Teda, moj odgovor je, tisti najmanjši segmenti da, tisti segmenti, na katere so pa vedno bili pod državno lastjo, pa ne. Zdaj, edina zadeva, ki je četrte industrijske revolucije, pa po moje, prva, ali pa največja afera v okviru četrte industrijske revolucije, to je afera Mermal, BTC, Koprivnikar, kjer je htela v bistvu ta stara, globoka država, stara struktura dobiti monopol nad osnovnim komunikacijskim gradikom četrte industrijske revolucije. To pa je povezava, super hitra povezava preko 5G omrežja. Torej, to je omrežje, ki teoretično ima hitrost do 1 gigabajta na sekundo, torej neverjetno hitrost, kjer bo osnova za tudi pametni promet, pametna mesta, pametne vasi, samovozna vozila, zunanje, notranje logistiko, tudi tisto, ki bo komunicirala preko tudi pametna infrastruktura in vse ostalo. Tako da država je tu relativno mačehovska, če še temu prištejemo, da šolski sistem ne pusti neke privatne iniciative, da še imamo šolski sistem časov, ko je v Šentjurju pripelo prvi vlak dobesedno, prvoj po Mariji Tereziji, ne? In da ne sledimo tudi šolski sistem poklicom, novim poklicom, ki je na tem področju, mislim, da bo ravno kolega lahko o tem povedal, kaj se vse dogaja, ravno tiste najbolj operativne privatne sektorje v podjetjih, koliko tega kadra imajo. Tako da ti segmenti ne sledijo, več je podjetij državne lasti, bolj ima država nekako, lahko rečemo, monopol nad šolskim sistemom, nad vsemi ostalimi podsistemi te države, slabše se prilagaja tem neverjetno hitrim tehnološkim spremembam. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Ne bo veliko za dodati, kar smo slišali. Ampak kljub vsemu, mogoče, kot je gospod rekel, iz prakse, direktno. Jaz osebno upravljam podjetja nekako na 3 dela, kar se tiče industrijske revolucije ali pa mi v gospodarstvu rečemo, kar je industrija 4.0. Prvo so tista podjetja, ki res sledijo tem trendom, poskušajo priti na nivo, s katerim bojo lahko čez nekaj časa, bi rekel, realno odgovorile na dogodke, se prav bojo ostale v igri gospodarstva. Če ne bojo sledila, bojo enostavno propadle. Potem imamo podjetja, ki se sicer zavedajo, da se tukaj bojo zgodile neke korenite spremembe in so že na nek način začeli nekaj vlagati, ampak ta pot je dolga. No, tukaj, mislim, en tak primer je Gorenje, pa še marsikdo. So pa podjetja, katerem grejo te informacije preprosto čisto mimo in tukaj, kakšna bo usoda teh podjetij v prihodnje, je pravzaprav zelo težko povedati. Recimo, en moj primer, kako sem jaz začel doživljati te informacije okrog industrije 4.0. Pred leti sem bil povabljen na nek podoben zbor, kot je danes tu, s tem, da smo bili tam gospodarstveniki, in profesor, ki je začel razlagati
kaj pomeni industrija 4.0, moram reči, da v tistem prvem delu je bil strašno zanimiv, dotaknil se je tehničnih vprašanj in tako naprej. Potem je pa postajal malo dolgočasen. Začel je govoriti o davkih, o davčni politiki, o delovnih mestih, tak in drugačen način, o politiki, o državah, kako se bomo morali temu prilagajati. Moram odkrito povedati, za mene je sedel en sotrpin in smo na koncu, sem rekel, poslušaj, si ti kaj razumel oziroma si lahko ustvaril in sliko vsega tega, je rekel, poslušaj, čisto nič. No, kmalu zatem, glede na to, da naše podjetje zelo močno sodeluje z multinacionalko Siemens, me je pa povabil Siemens na eno tako predstavitev, kaj pomeni industrija 4.0. Oni so naredili pa neke vrste simulacijo, projekcijo. In takrat je vsem nam postaja šele jasno, o čem pravzaprav govorimo. Se pravi, industrija, proizvodna, tovarna je še samo škatla, v kateri ne sedijo več ljudje, v kateri delajo računalniki, delajo roboti. Ljudje so ob robju. Je pa res, ne, da se ta struktura postavi popolnoma na glavo. To ne pomeni, da enostavno bodo ljudje ne bojo več uporabljeni v industriji, daleč od tega, še veliko delovnih mest. Ampak gre za to preprosto, da se filozofija dela spremeni, tako kot je reklo gospa v uvodu. Seveda zdaj, kdo sledi, kdo ne sledi, kako bo šlo vse skupaj naprej, če povem samo to sodelovanje, na kakšen način mi poskušamo slediti kot podjetje, ki ima 70 zaposlenih in več kot polovica inženirjev, ki dela na tem področju. Kot Siemens Solution Partner pomeni, da pravzaprav se je s pogodbo Siemens kot multinacionalka povezala, da nas seznanja z vsemi novimi produkti. To so produkti kot izdelki ali produkti kot orodja. Govorim o aplikacijah, o softverjih. In seveda to seznanjanje poteka na način, da vsak dogodek so naši inženirji vabljeni, jih tam podučijo, skratka upravljajo neke tečaje in tako naprej. Vendar stvar ni tako enostavna. Na drugi strani poteka povratna zanka, ki pomeni, da pravzaprav naši inženirji morajo polagati certifikat, certificirajo se pri njih. Se pravi, da na nek način je to obojestransko sodelovanje na nek način garant, da vsa ta vgrajena oprema dobi svoj pomen, če je pravilno vgrajena, oziroma ta razvoj, ki se dogaja na svetovnem tržišču, ga lahko črpamo tako rekoč iz prve roke. Zdaj, kaj to pomeni v nadaljevanju? Jaz sem zdaj dotaknil čisto malo tistega vprašanja. Za sabo bo potegnalo davčno politiko, šolstvo, socialo definitivno, poslovne modele. Absolutno poslovne modele. Tukaj se, posebej še na poslovnih modelih, se bo stvar obrnila popolnoma na glavo. Eno pa je bistveno, vprašanje, ali je država, ali smo mi kot državljani, podjetja kot taka, pripravljena na te dogodke. To je pa veliko vprašanje. Zakaj? Predvsem se gre za to, da podjetja bojo rabila sorazmerno velike investicije, če bojo hotele slediti tem dogodkom, če bojo hotele priti v korak z razvito Evropo ali pa svetom, če hočete. V tem trenutku jaz osebno pogrešam to sodelovanje, pogrešam en resen pristop, se pravi analitičen pristop, ki na koncu da zmeri neko posledico, se pravi nek odziv, ki pomeni za državo, za naš državljanje pač boljši jutri. Kaj mora vlada narediti glede izzivov, ki so pred nami, da bodo ljudje imeli službe, da se bodo otroci pravilno odločili glede izobraževanja in bodočega poklica, najprej bodočega gospodarstva? Poglejte, če pogledamo tudi statistiko v Sloveniji v času, lahko rečemo, te velike gospodarske rasti, da še bomo vedno več kot 70,000 brezposelnih oseb, kaže, v okviru te statistike treba pogledati, da ima Slovenija velik problem z strukturno brezposelnostjo. To je z celo vrsto mladih ljudi, ki imajo formalno izobrazbo, višje, visoko šolsko, tudi podiplomsko,
in ta izobrazba pač trg ne absorbira. Glede, gospodarstvo, mislim, da bo kolega na pol dopolno, v tem trenutku, ko smo se mi pogovarjali z mojimi kolegi, tisti, ki sodelujejo v odboru za gospodarstvo, tudi z našim predsednikom, ko smo hodili na obrtne zbornice gospodarske ekipa, ali že še daleč vidimo, pa ne zaradi tega, da vidimo, kje je klima. Bližno 30.000 delovnih mest v tem trenutku lahko gospodarstvo potrebuje. Potrebuje pa seveda ljudi, ki imajo vsaj malo nekaj predtehničnega znanja. Večinoma tega kadra. Ker večinoma tega kadra bomo potrebovali, da bo lahko ta kadar razumel, kako sploh delujejo, stroje, s katerimi oni sodelujejo. Če vidiš, kot je rekel gospod, v bistvu so ljudje smo v ozadju tega. Jaz sem povedal, vse začel sem tekom tistega moje prve razprave, da bo cela vrsta novih poklicov. Omenil sem, da bo glavni inženir v podjetju, v večjih podjetju imel naziv arhitekt industrije 4.0. To je človek, ki bo poznal vso avtomatiko in bo vsakih 5 let povedal, šibka točka, pri nas je zdaj ta tekoči tak, ta je že malo zastarel, prepočasen, slabo komunicira, tega bomo zdaj zamenjali. Potem imamo one robote, vendar, ki bomo dali najnovejše robote, ki bojo še na manjše mesto z večjo hitrostjo delali. Prihaja do novih poklicov. Gospod je menil Siemens, mojega nekdanjega delodajalca, v katerem sem delal dolga leta, nekaj let na Dunaju, predtem v ameriško-švedski film, tako in sveta. In gledajte, 4.0 ima tudi BMW, vsa avtomobilska industrija v bistvu malo delala. V BMW-u recimo na enem tekočem traku danes delate BMW serijo Dingolfingo, recimo serijo 5, serijo 6, serijo 7, en model, en hibridna vozila na enem tekočem traku. To je takšna močna, sama lahko veliko komunikacija med vsemi deležniki v tem podjetju. Hitro prilagajanje tudi z podizvajalcem. Zaradi tega tudi podizvajalce potrebujejo, kot je rekel, certifikate, da podizvajalci vejo, da so na isti, lahko rekel, frekvenčni dolžini, in da tudi v iste informacijske sistemu, da ko ugotovijo pri takim kompleksnem izdelku, ko je avtomobil neke napake, da lahko podizvajalec takoj reagira, takoj začne popravo nekega izdelka, neke liti, na karkoli, neke elektronike, na nekem področju in da to v najhitrejšem času naredi. Kaj se dogaja? Vete, največja priložnost, jaz ne bi govoril, jaz bi rad optimistično zaključil to, da je to veliki izziv in da je to naša velika priložnost. Jaz bi rekel, da se nam karte meša za Slovenijo lahko na novo, če mi ta čas izkoristi. To ni vlak ali pa čas, ki bi neke francosko-nemški vlak, zdaj res vlak četrte industrijske revolucije. To pomeni, da recimo, če bomo mi naš šolski sistem spremenili, če bo tu konkurenca v šolskem sistemu spoznala, če bo šolstvo vsaj del šolskega sistema sledil četrti industrijske revoluciji, če bo začel se pogovarjati z ljudmi, ki so v realnem sektorju, ki delajo z multinacionalko, recimo Siemens. Vete, Siemens, samo za primer, da povem, gospod je pač skromen, 70 milijard je približno prihodki Siemensa na letnem pravu. 70 milijard. Približno, to je bilo približno skoro, lahko rečemo, BDP, dvakratni BDP pred to gospodarsko rastjo Slovenije, sedaj približno 43 milijard, prej smo imeli približno 35-36 krize. Dvakratni bruto družbeni produkt cele Slovenije. Zelo predstavljate velikost take multinacionalke. In torej prilagajanje, potem gledajte poslovno okolje, 5G omrežje, to ferostno omenjeno, gledajte 5G osnovo omrežje. Ni toliko problema avtocesta, koliko je problem, ali imaš ti super hiter internet v tem področju. Potem naslednja zadeve so upravne zadeve. Tudi v javni upravi, gledajte, največ poklicov. Če gremo, gospod je bil rekel optimist, proizvodnje najboljše je, da so na začetku mislili vsi analitiki, tudi Klaus Schwab, srečal sem se z njim, mislim, eni izmed redkih Slovencev, kar nekajkrat, zakaj gospod največ govori o četrti industrijski revoluciji, tudi avtor četrte industrijske knjige, ker vidi širše, vidi izven škatle, on je v osnovi inženir, ker je doktoriral celo na ETH, najboljši tehnični fakulteti v Evropi, tretji najboljši tehnični fakulteti na svetu, ETH Zürich, potem je tudi doktoriral za ekonomije, on je doktor tehničnih in ekonomskih znanosti in kasneje je tudi naredil podiplomski študij na Univerzi Heidelberg tudi iz politologije. Tako da ima, lahko rečemo, neverjetni diapazon širokopasovnih znanj in kjer vidi, lahko rečemo, izven škatle vse te procese, eno industrije, tehnološke, ekonomske in tudi pravne procese, ki morajo temu slediti, tudi pravo, tudi razvoj prava na tem področju, zavarovanje, samovozna vozila, kaj bo v primeru nesreče samovoznih vozila, recimo tako naprej. Tako da, gledajte, največja nevarnost za Slovenijo je ravno ta togost za nespremembe, za nereformno politiko, kar je bil moj odgovor. Zaradi česa mora priti do konkurence tudi v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Zaradi česa
danes otroci v osnovnih šolah ne rabijo nositi torb z 15 delovnimi zvezki, kjer del, lahko rečemo, ravnateljske klike sodeluje z nekaterimi podjetniki, pa pravi, da imate brezplačno šolstvo, vi pa morate vsako leto za 250 € ali pa koliko, ali pa 200 € nekih delovnih zvezkov kupovati. Ja, seveda ti mladi ljudje naj ostanejo tudi pismeni, da bojo znali lepo pisati. Ne? Pa gledajte, že skoraj v prvi razred osnovne šole bi človek potreboval tablico, kjer imamo digitalno pismenjevati ljudi, ne? Z neko, seveda, neko mero razuma, ne? Tudi vse ni digitalno, ljudje smo še vseeno analogna bitja, slišimo analogno, vidimo, ne? In vse ostalo. Ampak želim povedati, da potrebujemo ta proces od mladih vlog, potem vse življenjsko učenje, tudi zlete za generacijo četrte industrijske revolucije, ni navadno za generacijo ljudi, ki so stari 50-60 let, pa smo še v delovnem procesu, vse tisti, ki ste. Zato, ker bo nekdo se šel preizobraziti, pa bo mogoče serviser za robote. Tudi robot, gledajte, industrijski, rabi na 15 000 ur, prestavijo se, zamenja olje, ko na avto se servisi delajo na robotskih glavah, torej postane novi poklici. BMW recimo. BMW ima v dualnem šolskem sistemu 38 poklicov, ki jih šolajo interno v lastnem podjetju. Potem pridejo seveda recenzori iz Handwerkskamer, kot rečejo, torej njihove obrtne zbornice v BMW in tam sve polagajo izpite. Potem ti ljudje, ki so bili vajenci, postanejo mojstri, lahko grejo takoj študirati z mojstrskim izpitom. Večkrat sem to že omenil, mislim tudi na eni mizi, da je bil prejšnji predsednik uprave BMW-ja, je vedno rekel, tukaj sem začel kot vajenec, postal sem mojster, na tehnični fakulteti v Münchenu sem diplomiral in kasneje kot vodja razvoja v BMW-u tudi doktoriral z enega, mislim, osnovalnega motorja. Torej želim povedati, vse življenjski proces učenja, konkurenca državnih in javnih, torej državnega in zasebnega šolskega sistema, predvsem v področju novih poklicov. Kje pa so ti poklici? Bionika, mehatronika, nanotehnologija, ne? In vse ostalo, kaj temu sledi, klasično strojništvo, ne? In vse ostalo. Ne? Tako da, gledajte, to je osnova, potem pa temu sledijo poklici, ki bojo zamirali. Poglejte, številnih birokratov sploh ne bomo več potrebovali. Četrta industrijska revolucija največkrat je omenja, vsaj v knjigi Četrta industrijska revolucija, Klaus Schwab, pa če omenja te osnovne tehnologije. Internet of Things, internet stvari, 3D tiskalniki, mogoče lahko gospod kaj pove o praksi, nekako to dela. Potem umetna inteligenca. Glede, umetna inteligenca bo pomenila, da boste vi na neki občini imeli tudi en super računalnik, ki bo povezan, vi boste rabili neko odločbo, to odločbo boste vi po neki mailu poslali, imeli boste že pred tem neke pogoje, boste izpolnili, baza podatkov bo naredila in računalnik bo vam izdal odločbo. Ne bo en birokrat tam sedel, ravno takrat, ko vi rabili, bi še šel za 14 dni v bolniško, pol bo šel na dopust, pol petek bo delo samo do 12, vi bi pa rabili nujno, pol bo, ker niste najbolj simpatični, bo dal to, meni ste, ampak njemu niste, bo dal to v tretji predal, mogoče v 4 sekundah bo vam nazaj namen poslal neko odločbo z nekim elektronskim certifikatom. Mogoče bo njemu izdal odločbo za novo podjetje, ker se bo lahko hitro širili, da bo 3 leta čakali, recimo za nek dokument nekega nepomembnega, birokrata v srednjem menedžmentu in tako naprej. Tudi na tem področju, recimo Estonija ima tipičen primer, kjer je četrta industrijska revolucija ravno te javne uprave največ naredila in v kateri je največ razlagal ravno moj nekdanji kolega Koprivnikar. Ampak on je četrta industrijska revolucija najbolj videl v svojem žepu, kot zdaj ugotavljamo. Jaz četrto industrijsko revolucijo vidim za vas vse kot priložnost za starejše, za mlajše, tudi tiste, ki ste v pokoju, zato da ne boste gledali, da se vaši vnuki ali pa vaši sinovi in hčere selijo v tujino in da tukaj obstaja da bo to država čez 15 let država z mano na čelu, pa tudi gospodom ostarelih ljudi, kjer bomo jamrali, se spominjali starih časov, pa živeli revščino. Slovencom to ni potrebno. Slovenci, ko gremo v tujino, ste se izkazali na tisoče uspešnih Slovencev v tujini, potrebno je samo sistem in speljati zgodbe od začetka in do konca. In četrta industrijska revolucija, če smo naredili v tranziciji 30 napak, 50 napak, 100 napak, nam je zdaj usoda namenila novo veliko priložnost. Zaradi tega je to tako pomembno, da se zavedate tudi politike, katere stranke so resne.
ali ima stranka v svojem gospodarstvu, da je to velika stranka, ki ima toliko strokovnjakov v stranki, kjer lahko pripravijo prave programe četrte industrijske revolucije, ki delujejo na vseh področjih, ki ne govorijo samo o industriji, podpora takim podjetjem, da bodo še bolj konkurenčna, da bodo imeli še boljše stroje kot njihova konkurenca, ne, in da bo cela tako javna državna uprava, šolski sistem, kot smo govorili, ne nazadnje tudi pametna infrastruktura, pametne ceste, pametni pločniki, ki imeli not številne elektronska pomagala, ko bodo prišli do samovoznih vozil in tako naprej, da ne govorimo o energetskem sektorju, ne, pametna omrežja in tako naprej. Tako da sklop tega mora poznati. Glejte, male stranke, tiste, ki pač sprijejo so spoštovanjem demokracije, ampak glejte, v Nemčiji se za četrte industrijske revolucije ukvarja načelo samo CDU in CSU. Vse ostalo, gledajte, so imaginarne stranke, nepomembne za razvoj Nemčije. In četrta industrijska revolucija, zaradi nje imamo mi tudi gospodarski rast, ampak zaradi četrte industrijske revolucije v Nemčiji, ker Nemčija je dobila pol biznisa nazaj z Kitajske. Vi morate vedeti, da Kitajska je postala nekonkurenčna, tudi če ima delovno silo za $15 na mesec. Ne? Ravno zaradi četrte industrijske revolucije. Prvič, kvaliteta izdelkov, dobavne poti, logistika, in vse ostalo, nek robot lahko to izdela toliko izdelkov vrhunsko kvalitetnih, kot tisti ročno izdelani ljudje, bogi tam za 15-20 evrov ne morejo. Zaradi je to, torej se del proizvodne spet vrača nazaj v Evropo, kaj se dogaja recimo s tekstilom, ne počuti tekstil se bo mogoče vrno. Teda, gledajte, priložnost je takšna, da se nam stanje, ne, mi lahko postanemo, če smo optimist, če nam, recimo, se odločimo, enkrat mi lahko v 20 letih postanemo resnično izredno bogata država. In s to industrijo potem, lahko potem financiramo, gledajte, zeleno de Slovenijo. Ne bomo obremenjevali tudi okolja. Ta industrija, lahko bomo vlagali v turistično infrastrukturo, ampak prvo je tam, moramo denar zaslužiti. Lahko bomo in s tem bomo seveda tudi vsi imeli večjo blagostanje, boljši zdravstveni sistem, starejšim bomo lahko dali več za pokojnine, mlajši bomo imeli boljši sistem izobraževanja in tako naprej. Tako da, kot bi rekel temu, bodimo odprti, bodimo pozorni, proces, ki je pred nami, je največjo upanje tudi za razvoj, za preživetje slovenske države, naroda po celoti. In jaz mislim, da je tudi mora biti veliki ziv, novi veliki cilj slovenstva. Veliki cilj, takšen kot je bil konstituirane slovenske države, prehod v demokracijo, morda nek zaton v tem tranziciji, sedaj bi mogel biti pred nami en skupni cilj. Želimo biti ena izmed vodilnih malih držav v procesu digitalizacije, torej želimo stopiti z redkimi državami na ta vlak četrte industrijske revolucije. Ja, zopet ne moram reči, da se ne strinjam, absolutno. Najpomembnejša stvar v tej zgodbi so absolutno kadri. Kako se pripraviti, glede na to, da nam na vrata močno trka ta industrija 4.0. Vse veste, če že danes pogledate delovni trg, imamo v podjetjih obupne probleme, ampak resnično obupne. Nobena skrivnost ni, če vprašate podjetnike, da bodo povedali, da si kadri med sabo dobesedno že skoraj krademo. Kar pomeni, na tržišču enostavno ni kadrov, ki bi ustrezali tej projekciji, o kateri danes govorimo. Projekcija je pa tu, se dogaja. Sicer v tem trenutku mogoče malo počasneje, ampak iz leta v leto bo izredno hitro rasla. Zdaj, kar se tiče prihodnosti, jaz upam, da bo zmagal razum. Ker če bo zmagal razum, potem bo kadrovska politika države prišla v eno drugo obliko, malo drugačno obliko, ampak poudarjam, črpati bo morala podatke iz analitičnih strani. Se pravi, ne tisto, kar si nekdo na nekih volitvah zmislil, ampak tisto, kaj praksa zahteva in o čemer se moramo pogovarjati tudi v prihodnje. Gospod je omenil prilagoditev delovnih mest, se pravi priučitve, se pravi, da to ni nobena zgubljena stvar za nas, ki smo 50-letniki, pa mogoče malo mlajši še. Jaz vam zdaj en primer povedal, ki izrazito govori točno o tem, kar je bilo mogoče tudi sporočilo tega.
poklical me en direktor in podjetja in je rekel, poslušajte, vi delate te avtomatske linije in tako naprej, pa bi prišli k nam, mi bi pa imeli tam en majčken del za avtomatizirati. Prav postavili bi tam enega robota. Seveda sem se odzval, malo sem zamujal, sem se upravičil in so mi že tako za omizjem čakali vsi z direktorjem na čelu in nasproti mene sedi ena gospa, kako naj to razložim, strašen mrk je gledala. Pa sem te prvi mislil, da je posledica, ker zamujam. No, kasneje sem pogruntil, da ta gospa pravzaprav dela tam v proizvodnji na tem mestu in enostavno na tem sestanku ni spregovorila niti besede. Potem smo šli v proizvodno in še direktor naroči pravi, da je malo razložka, 2-3 stavke pa smo zaključili. No, potem mi smo posel speljali, postavili linijo na mesto, začeli z poskusno proizvodno, na kar me fanti pokličejo pa rečejo, daj pridi pogledati, ne vem, kako ste se dogovorili, da tole uredimo. Jaz pridem na lokacijo in v priliki me ta gospa pocuka za rokav, pa prav, pejte vi ima za mene. Veste, od svoje žene jih še nisem tako slišal. Rekla, pogledajte, kradete nam delo. To spodjedate moje delo, jaz bom ostala na cesti, ne bo dela. Seveda, kaj boš proti temu rekel? Aj boš kaj razlagal? Enostavno si tiho in greš. No, čez slabo leto me zopet pokliče ta direktor, pa pravi, poslušajte, bi se zmenili še za neki tako linijo, v enem delu bi še rab. Seveda me je kar pogrelo, sem rekel, Marija, spet ta gospa. In res, lega zlomka, pridem na sestanek, popolnoma ista zgodba in tudi ta gospa sedi točno na isti lokaciji. Jaz sem rekel, zdaj bo pa že padalo. Ampak zanimivo, ko mi začnejo razlagati, čem bi bila pa zdaj razlika od tiste prejšnje linije, avtomatsko ta gospa prevzame besede tehničnemu direktorju in začne razlagati, veste, tisto, ko ste tam naredili, bi pa malo drugače, veste, pa tam ni v redu, tisto bi tudi popravili, drugače bi pa ne. Pa se je kaj zgodilo s to žensko? Če me štos? Potem pa ni bilo 5 minut, pride ena gospa čez vrata, prav Štefka, daj pa je dol, robot je počakal. In meni je bilo čisto nič več jasno. Na kar, ko gospa odide, jaz tako milo vprašam direktorja, sem to, a se kaj zgodilo, tukaj za čem je štos. Je rekel, veš, en teden smo imela mi s to gospo borbe. Potem sem pa rekel takole. Zdaj pa, ali gremo v izobrazbo, pa boš ti upravljala s tem robotom, ali pa ni več delovnega mesta. Gospa se je odločila, da gre v to izobrazbo in ne, je rekel, zdaj se pa ne dogaja samo to, da ona to upravlja. Pravi, zdaj se pa dogaja to, da se jo izogibam, ker ko prijem proizvodno, me kar veče prav, tam le še treba, pa tisto le še treba, kar pomeni ravno to, se pravi, ni prepozno za nobenega. Dobro, jaz ne bom rekel, da človek, ki je leto dve pred penzijo, si želi nekih korenitih sprememb, absolutno ne. Ampak generacija, ki bo pa tukaj vmes in jo bo ta čas zatekal, to pa definitivno bo prišel do sprememb, absolutno. Zdaj, kar se tiče kadrov v nadaljevanju, se pravi tisto, kar pa moramo izobraziti, absolutno tako je gospod Breznik rekel, tukaj mora iti v smer predvsem mehatronike, elektrotehnike, ki ni več tista stara elektrotehnika oziroma ne bo, kot je bila do zdaj. Spremembe bodo tu zelo velike, ker se ti procesi miselnosti postavljajo res precej na glavo. V prihodnje je ena stvar, ki je še zelo pomembna, naj povem, ne vem, ali je Slovenija imela srečo, ali je bila tukaj neka strokovna previdnost. Mislim, da leta 2005 je Mariborska fakulteta ustanovila fakulteto za logistiko. Naj povem, zelo zanimiv odziv, zadnjega meseca bil sem s hrvaškimi kolegi in pravijo, veš, mi te fakultete nimamo. Ravno logistika postaja izreden pomemben faktor. Izreden pomemben faktor. Naš primer, mi smo zgradili v Sloveniji kot referenčni objekt v termoplasti Plama, Podgorci, visoko regalno skladišče. To pomeni popolnoma avtomatiziran. Zdaj, človek bi rekel, kako misliš popolnoma avtomatiziran? To pomeni, da vso blago,
in pa del produkcije gre avtomatsko v skladišče, se popolnoma avtomatsko samo skladišči in proizvodnja, ki rabi potem te produkte potem za nadaljnjo predelavo, enostavno ima eden stroje, ki ga opozarja, da bo stroj končal delo recimo 12 pa 15 minut. Možakar stroja si naroči, da mora priti novi produkti, se pravi nova vodni material, mora priti 12 pa 10 minut. In 12 pa 10 minut se vrata odpre in se bale priplave ven. Se pravi, tako bo izgledala industrija 4.0. Se pravi, tako. In ta logistika je izredno pomembna. Zdaj pa, ko nekdo misli, sej, tovornjaki še bo izmeril vozil po cesti in tako naprej. Jaz mislim, da se tudi v tej zgodbi zelo močno spreminja. Tukaj se bo zgodba postavila na glavo. Danes se razmišlja o tem, da se bojo postavili na obrobju mest logistični centri, ki bojo popolnoma avtomatizirani. Veste, jaz sem bil prav presenečen, ko me je sin vprašal, če bi naročil iz Nemčije nekaj od bele tehnike, ker je pa je tam pol cenejši. Neko veš, pa kar preko interneta, ne? Neko veš, ne vem, ampak zdaj dobro, če se malo razkira, pa tista cena, ne, pa mogoče se bo stvar pokrila. Ne boste verjeli, čez 3 dni je stal kombi pred hišo. Ne moreš verjeti. Jaz nisem mogel verjeti, kakšna logistika. In potem je šlo s tem, da danes sledite popolnoma logistično, kje je ta paket potekal, iz katerega skladišča je, v katero skladišče šel. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, industrija 4.0 nas vse dohaja. Recimo, mobitel je en tak izrazit primer. To sem ravno kar zadnjič dal en primer, ker so mobitel, mislim, se prejalo, da telefoniraš. Ne, vete, z mobitelom eno je, da telefonirate, danes že vsi slikamo, kjer je malo uporabljajo te funkcije, lahko ugotovijo, da v bistvu se lahko gre v bančništvo popolnoma od doma. Kar lepo z mobitelom, plačujete vse položnice naprej. V tej smeri gre ta stvar. Se pravi, tukaj se bo drastično spremenil, kar se tiče poklicev, drastično se bo spremenil, kar se tiče razmišljanja. In jaz računam, da bomo premogli vsi skupaj toliko modrosti, da bo ta povezava, katera jaz mislim, da danes deluje, in če je Nemčija tista, lahko rečem, industrijska zelo, zelo razvita in ta vlak dobesedno pelje naprej, ker je gospod omenil avtomobilsko industrijo, jaz mislim, da je to prava pot, to povezovanje, bila je omenjena nanotehnologija. Veste, na Düsseldorfski fakulteti predava profesor in kar naenkrat pride za eno tako kantico, noter neka črna barva in možakar začne kar takole malati po steni, jaz gledam, kaj sem razmišljal, kako pa ta dela. Priključ 2 elektrode, obrne generator in kar naenkrat dobi grelec. Stena je grela in to grela močno. In to je nanotehnologija, to je prihodnost, ki bo definitivno prišla k nam in bo veliko stvari spremenila na tem področju. Govorili smo o povezavah na daljavo, se pravi, sedimo doma, pa popravljamo stroje. V tem trenutku še, nekateri niti se tega ne zavedajo, da to se dejansko dogaja. Ampak recimo, mi imamo kar nekaj toplarn po Evropi, toplarn, ko govorimo tam 20-40 megavatov, se pravi, stvari, ki so tudi iz varnostnega vidika precej kompleksne. In tukaj vsaka stranka pravzaprav zahteva komunikacijo na daljavo. Se pravi, naši inženirji, ko je kaj narobe, se ne usedejo v avto, pa se peljejo v Nemčijo. Ampak to naredijo kar za svojim pultem, pogledajo, kaj je narobe, sporočijo, to je treba zamenjati in stvar rešeno. Skratka, v tej smeri vse skupaj poteka in zato je nujno potrebno, da se tudi šolstvo prilagodi takšnemu sistemu. Za podjetja je zelo pomembno, da generirajo družbene vrednote. Vrednota družbe je pomembna za trajnost, je podlaga za podjetje, da preživi. Družba omogoča podjetju, da dela v poslu in mu narekuje, kaj naj se spremeni. Izobraževanje in podjetništvo, kot smo že ugotovili, sta odgovor. Bistvo se začne pri družbi, stranki, kako stranki izboljšati življenje. Zato je potreben dialog, sodelovanje tudi mednarodno. Ustvariti je potrebno sistem, za katerega ljudje čutijo, da mu pripadajo in da so slišani. V središču vsega je ugodno za družbo, stranko. Zanima me vajino mnenje za naslednjo trditev.
Vas, gospod Breznik, bi prosila, da jo pokomentirate kot politik, ki je že dolgo časa prisoten na tem področju, vas, gospod Glavač, pa kot zelo uspešen podjetnik. In sicer, Vlada Republike Slovenije nima posluha za gospodarstvenike. Ja, veste, odkar je stranka, ki pripada, postala največja stranka, daleč največja stranka v Sloveniji, takrat se je začela fama globoke države, da stranke niso nič, pa politika je slaba. Jaz govorim ravno nasprotno, ravno resna politika je tista, kjer nastaja od spodaj navzgor iz potreb ljudi in se ustvarja. Ne moreš ti stranke ustanoviti kot medijski projekt in potem propadajo. To je tipično problem Slovenije. Zdaj, gledajte, po zadnjih primerih, moram reči, da samo vlada nima posluha za podjetje. Mene bolj zgrozi, da vrhovni javni tožilec, gospod Kozina, izjave, da treba grde kapitaliste, da treba jih spraviti v uravnilovko in uničiti dobesedno uničiti. Glejte, veste, niso samo ukrepi neke vlade. Problemi so tudi izjave vidnih ljudi. Vrhovni javni tožilec kot človek, ki tudi lahko rečemo v sodni veji oblasti uživa veliko, gledajte, visoki funkcionar neke države. Gledajte, taka izjava je po moje bolj obremenjoča kot ena izjava enega Kordiša, kolega ali pa rekel tudi Luka Meseca, ki pač celo življenje sta pač tam nekje ravni šolskega sistema s temi vrednotami prišla. Problem za mene je tudi, veste, izjave nekaterih kolegov, poslancov z Levice, ki so nosilci pedagoških procesov, kolega Trček. Ker če jaz sprašam, če je takšen človek, potem uči mlade ljudi s takšno filozofijo, ne mi povejte, kaj bo z teh mladih ljudi. In ravno tudi stranka Levica prihaja iz ljubljanskega FDV-ja, filozofske fakultete in iz teh fakultet. Ravno zaradi tega, ker je del te politike si želi, da jih indoktrinira, ne da jih izobrazi v poklice, s katerih bodo uspeli na težišču. Zato recimo v tem mandatu v Slovenski demokratski stranki v prejšnjem smo mislim dvakrat vložili zakon, podoben zakon, kot ima Avstrija v dualnem šolskem sistemu, ki bi ravno gospodarstvo dalo vsaj na srednji rok, takoj čez noč ne moremo, neke kadre, ki bi lahko se hitro pridobili, preizobrazili, tudi nekatere starejše prekvalificirali, ravno zaradi tega, kar je prej govoril, ne gre. Torej, problem je večplastni. Največji problem slovenske zgrešene tranzicije je, pa da večinoma teh kadrov tudi vodila vlada. Poglejte, če je bila prvi montiran proces v nekdanji Jugoslaviji, po leta 45-46 so začel proti komu? Proti tehnični inteligenci. Na smrt so obsodili vodjo ljubljanske inženirske zbornice, doktor inženirja Črtomira Nagoveda. Po ruskem vzorcu so prvo mogli uničiti inženirsko inteligenco. Inženirsko inteligenco nikoli ne moreš indoktrinirati v šolskem sistemu. Zaradi tega si ne želijo tehnična kadra. Jaz si ne želim, da tehnični kader je pač fan tudi moje stranke. Jaz sem demokrat življenja. Ampak večinoma, če pa opazujem, zdravniki, naravoslovci, ljudje, ki imajo obrtniki, ne vem, CNC, od prvega varilca do doktora inženirja, gledajte, so večina ljudje logično razmišljajo. Ki tudi v tih procesi izobraževalne tiče ne moreš njemu vnesti nekega načel marksizma, ko je bilo včasih. In problem je, da ljudje tega ne razumejo. In večinoma politike seveda si tega ne želi, ker ravno s temi procesi, visokimi tehnologijami, bodo tudi njihova politika odšla na smetišče zgodovine. Odšli bojo tisti, ki so brali Telekom, pa ki so brali Petrol, pa ki so brali bančništvo po principu NLB-ja, pa ki so brali zdravstvo v sistemu, ki ga je kolegica, naša podpredsednica, vaša sokrajanka nekako ugotavljala, kaj če bo samo drobni segment in tako naprej. Tako da vlada se pa eni strani del vlade zaveda, ampak se zaveda, da bo zlom njihove politike, ljudi iz te globoke države, ki so jih nastavili, se bo ravno zgodil tudi s temi tehnološkimi spremembami. Tako kot sem na začetku začel, da so tehnološke spremembe odnesle imperije zla. Torej, autokratske režime s komunistično komponento po kompletni vzhodne Evrope pa širom po svetu. Tako danes propada Venezuela, tako je propadala vzhodna Nemčija, pa je tudi bivša
kompletna Sovjetska zveza, pa je bila Čehoslovaška, pa vsi njeni sateliti, skupaj z Jugoslavijo. Tako da, pogledajte, seveda nima posluha, ker vsaka vlada se morala zavedati, kaj v bistvu potrebuje ljudje, ki nam vsem dajo plače, ki se borijo za največjo konkurenco na svetovnih tržiščih, ne, ki morajo biti celo boljši, se bolj dokazati, zato ker ima tudi brand Made in Slovenije, nima takšnega imena. Če bi gospod za svojim podjetjem delo, recimo, bi bil to brand Made in Austria, prvič bi bil bolj cenjen, mogoče bi imel še manj znanja, bi bil manj preznan, naši ljudje se še morajo še bolj dokazovati kot Avstrijci, pa celo nemški inženirji. Sam sem to doživel, moram priznati, nekaj, če tega, jaz bi v tem rekel, tega občutka ne dobiš, če nimaš te, jaz bi rekel temu tudi izkustvenega doživetja, ki sem ga sam doživel kot mlad inženir takrat, gledajte, je to. In vprašanje, zakaj vlada nima poskusa, je večplastno. Eno je problem indoktrinacije pa prejšnjega sistema, drugo je problem, da jo vodijo ljudje, ki se največkrat nikoli niso dokazali nikjer na nobenem področju, kjer imajo svojim CV-jo, končal je šolo, končal je fakulteto, šel je tam sedeti v eno pisarno, pa šel z druge, potem pa so rekli, joj, kaj bi z njim, za nič ni, te pa je rekel, te pa ne gre politiko, pa šel v politiko, pa so rekli, če zdaj pa že tako dolgo v politiki, pa se je, pa priden, pa je, pa nazaj ne govori, te pa zdaj želel bil državni sekretar, kaj pa če bi ga zdaj za minister recimo dali, ne? In potem pride do tega, da je ta negativna kadrovska selekcija pripela, da vidite, ne, če ste tisti, ki ste pozorno spremljali te, recimo, hearinge teh zdajšnjih že ministrov, takrat če kandidatov, ne? In jaz bi dejal temu, da ni prvi problem samo ta minister, nesrečnik, za javno pravo. Jaz sem videl še dosti slabših stvari, ki jih pa vi niste videli, ker v tem procesu so mediji diktirali tempo, da si vi lepo gledajte Vardo, pa tega nesrečnika našega štajerskega posebneža, ki nima dobene veze, dobena nevarnost nam ni grozila. Večja nevarnost bo tista, kakšne ministre in kakšna politika se je med tem časom kuhala v državnem zboru. Ljudje, ki so bili na ravni, jaz bi rekel, manj kot kakšnega nižjega birokrata v kakšni krajovni skupnosti, bojo kreirali usode vas, vaših staršev, vaših otrok in vseh tistih in vseh nas okrog nas. Ki 3/4 od njih še ni slišalo niti imena od 4. industrijske revolucije, tisti, ki pa so jo slišali, kot primer ministra Koprivnikarja, pa vidi 4. industrijo kot svojo priložnost v svoji denarnici. To je nažalost ta del te vlade, še posebej pa da vidiš, da še pa imajo neko komite, ki ga pa sestavljajo, torej radikalni ultralevičarji, točno takega tipa, kot so jih nekdanji kraljevini Jugoslavije leta 1920 prepovedali, ker so bili nevarnost za sistem, nevarnost za demokracijo, nevarnost zaradi njihove, lahko rečemo, dobesedno že skoraj terorističnih nagnjen k uničevanju vsega pozitivnega, vsega dobrega v tej državi, vsega najbolj produktivnega, ljudi, ki nam bojo reševali rit zadnjo plat, bi jaz temu rekel, tudi takrat, ko bo prišlo do neke gospodarske krize, kjer bo taka podjetja po vsej verjetnosti preživela, obstala in se borila za mednarodno tujo konkurenco. In veste, ko govorimo o poslovnem okolju, to je večkrat izraz, poslovno okolje je skupek vsega, je skupek tudi, gledajte, vrednot, je skupek ne samo vzgojno-izobraževalnega sistema, o katerem govorimo, pametne infrastrukture, birokratskih procesov, tako celega javnega sektora, tako državne uprave z kompletno hierarhijo, kot javne uprave celo hierarhijo. Gledajte, vse to neka politika smela mora načrtovati, mora se zavedati in mora pri tem imeti neke izkušnje. Jaz pravim, da še imam premalo izkušnje, jaz vedno trdim za sebe, pa tudi za moje kolege, pa moji vejo, da imamo pri nas poslansko skupino izredne, tudi strokovnjake, ki so vse dokazali skupaj z vašo sokranko, ki smo zelo samokritični, zato ker se vedno ne primerjamo z našimi politiki, ampak se primerjamo z najboljšimi, ki so okrog nas, ker če se bom jaz primerjal z najboljšimi, če bom jaz non-stop recimo te procese, te industrijske revolucije spremljal v svetu, okrog mene, potem bom tudi sam rastel, tudi sam bom boljši človek in tudi sam, veste, morda najvedosti krat sem tudi malo humoristično, ampak v sebi pa sem poleg vseh mojih kolegov izredno resno nastopam in funkcija, ki jo opravljam, je resna v tem, da se zavedam,
da se igram lahko z usodami vas, vaših ljudi, vaših otrok in te države, tega naroda, da preživi. In s tem bi se tudi zahvalil, za povabilo, za idejo, da se tukaj zbiramo, da širite te ideje, da se izobrazite na tem področju, ker mislim, da lahko dobro tudi kontroliramo potem to oblast, ki bo tudi kakršnakoli pride, tudi mene, če bom takoli mi uspelo, zato da se izboljšujemo in da smo en drugemu podpora pri dobrih idejah. Jaz sem se najbolj bal tega vprašanja zdaj, ker jaz mislim, da vsi sledite nekak dnevne medije in veste vse okrog tega, kaj se je v zadnjem obdobju okrog te nove vlade dogajalo in te nepremišljene izjave, ki vprašanje, če so nepremišljene, ne vem, kaj nam povzročajo, oziroma kaj lahko povzročijo. Zdaj, noben od nas podjetnikov se ne pogovarja o tem, da davčna reforma ni primerna, daleč od tega. Take izjave ste lahko slišali tudi od gospoda Meha in drugih visokih predstavnikov gospodarstva. Gre pa za to, da obdavčitev kapitala na takšen način, oziroma še tiste izjave, ki so bile resnično totalno mimo, pa jih jaz res skoraj težko skomentiramo. Enostavno ne gre. Mi ne gre z jezikom. Mogoče ti, gospodje, enostavno ne vejo, kako se denar služi v tujini. Veste, ko mi, edina prednost, ki je v tujini, je ta, da se ne bojimo nekih koruptivnih zadev, se pravi, a to je pa moj prijatelj, tega pa bomo. Tam tega preprosto ni. Tam preprosto pridajo ponudbe na mizo, naravljeno nobenih ovojnic, veste, skritih, zalepljenih, poštempljenih, tega tam ni. To pride na mizo in tam vsak ve, najbolj ugodna, tist, ki največ ponuja, tist, ki dobi posel, stvar zaključena. Seveda, mi smo se kar parkrat primerjali z ponudbami na takem trgu, dostikrat tudi uspeli, nekajkrat tudi nismo uspeli. Ampak zanimivo je to, veste, da naši stroški dela, ki jih mi obračunamo, niso nič tako zanemarljivo nizki. Enostavno niso. Se pravi, mi smo, kar se cen tiče, zelo tam, kot so v Nemčiji. Ja, kje za vraga je potem razlika, če pa pri nas plača bistveno nižja, kot je v Nemčiji? Ja, kje je razlika? Veste, mi imamo tukaj v Celju sicer ta klub Zlatorog podjetnikov, obstaja že dlje časa in redno se dobivamo skupaj, imamo tudi take teme, da pravzaprav na nek način poskušamo slediti. In ne bom zdaj povedal, je bil pa minister, je rekel, veste, sej naše plače so popolnoma primerljive z nemškimi. Seveda smo vsi kar skočili luf, lepo vas prosim, ko pa govorite, Ja, je rekel, lejte, bruto pogledajte. Ja, tem pa je štos. Se pravi, ta razlika, koliko vzame država v Nemčiji, pa koliko vzame država v Sloveniji. To je bistvo. In zdaj, ko poslušaš te pametne izjave, kako je treba še vse skupaj obdavčiti, pa veste, jaz ne vem, kdo bo delal v tej Sloveniji. Res? Ni mi jasno. Ker, če gledate, koga zelo močno obremenjujemo, zakaj nam inženirji in visoko sposoben kader leti čez meje? Ja, iz preprostega razloga, ker so preobremenjeni, kar se tiče davkarije. Enostavno, če hočeš dati ti inženirju večjo plačo, ga spraviš v višji razred, država pobere tu več davkov, na koncu mu nisi dal nič. Mu daš 13. plačo, oprosti, to gre za državo bolj kot ne vse. In v tem so štosi. In seveda, ko na tak način razmišljaš, pa gledaš, seveda potem prije tudi ene take ideje, kaj pa če bi šli ven, kaj pa če bi postavili firme v zub. Verjemte, z odprtimi rokami nas čakajo. Avstrijci vam, v tem trenutku vam povem, da vam Avstrijci dajo prostor, dajo vam kredite, samo izkazati se morate kot prava oseba. Ali pa pravo podjetje. To gre. Ampak ni pojem tega. Če bomo pa začeli tako razmišljati podjetniki v Sloveniji ali pa gospodarski v Sloveniji, ja, potem nas pa res ne čaka drugo, ko bodoče še hlapčevstvo, nič drugo. Skratka, jaz tukaj mislim, da
se bo tukaj ta politika, ki je nekako v to smer usmerjena. Mogoče še to. Zadnji smo na enem kolegiju, smo tako nekaj razpravljali, pa eden od fantov pravi, to je bilo pa provokacija. Pa drugi pravi, pazi okrog besede provokacija, je lahko nevarno. Kako? Ja pravi, lej, on poslanec Levičar je rekel, da tiste izjave so bile provokacija, pa se mu ni nič zgodilo. Šiško je pa ravno tako rekel, ker se tam malo navežem, je ravno tako rekel, da je bila provokacija, je bilo zaporov. Skratka, ja, veste, izjava, nacionalizacija, to ni tak preprosta stvar. Nekateri starejši se dobro spomnite, kaj se je dogajalo po vojni, med vojno in tak naprej. In jaz mislim, da se te zgodb noben več ne želi, še najmanj pa za naše otroke. In jaz mislim, da tukaj pa smo prišli res do točke, ko se vse neha, in zato jaz mislim, da smo gospodarstveniki z podpisom peticij pa praktično eno tako, bi rekel, tako močnega skupnega nastopa, ki smo ga imeli zdaj. Prvič, odkar sem podjetnik, se je to zgodilo, da je bil nastop pa res izrazit. In tukaj vam povem, da resnično mislimo resno. Tukaj stvar ni tako preprosta. Ali je bilo storjenega dovolj glede enakopravnosti moških in žensk v smislu plačila za delo, kakšne so vajne izkušnje glede tega v tujini in kako se vi, gospod Glavac, s tem spopadate v vašem podjetju? Jaz bi dal pozavedati. Ja, pravzaprav pri nas teh težav niti nimamo tako grozno veliko, ker smo bolj ali manj sami moški. Ženske so v računovodstvu, imamo pa zdaj eno novo moč, v servisnem oddelku smo dobili žensko in vam odkrito povem, da me zelo preseneča, resnično. Tako da jaz mislim, da kar se tiče enakopravnosti, tukaj ne vidim nobene težave, še posebej zaradi tega, ker danes ti poklici ne zahtevajo neke fizične moči in ne vem kakšnih vzdržljivosti, ampak gre predvsem za, vsaj govorim za svoje področje, gre predvsem za neko umsko delo in tukaj mislim, da smo si vsi enakopravni. Zdaj, na trgu je slišati, ja, sorazmerno dost kritik na račun, da so ženske premalo plačane. Zdaj, jaz to zelo težko pokomentiram, ker enostavno v teh podjetjih, v katerih mi delamo, oziroma recimo, da mi delamo, so plače zelo nizke tudi pri sektorju moških, tako rečem. Avtomobilska industrija je izredno preračunljiva stvar. Skratka, tukaj je vsak proces zelo skrbno in zelo natančno načrtovan. In zato je tukaj tudi, bi rekel, en moment, ki je bil prej uvodoma omenjen, da pravzaprav vsa ta delovna mesta, to je moj pogled, vsa ta delovna mesta, ki so nizko rangirana, se nadomeščajo z roboti. To govorimo o tistih velikih proizvodnih. Recimo, take proizvodne imate recimo v Sloveniji, recimo KLS Ljubno. Gospod Strašik ima, upam, da bom pretiral, čez 200 robotov. Skratka, tukaj se enostavno iz proizvodne ljudje umikajo in se na nek način kreira inženirski kader. Potem smo pa že govorili, tukaj pa se mi zdi, da ni razlik med ženskim in med moškim. Ravno tako, recimo, če govorimo za Helo Saturnus Ljubljana, popolnoma ista zgodba, popolnoma ista zgodba TPV, Brežice, Gramer, Slovenj-Gradec. Skratka, vsa ta avtomobilska industrija, ki je tu okrog nas, je precej močna, moram povedati. Če se tukaj zgodi kakšen, mi radi rečemo, če bo kdo tam kihno, bomo mi dobili tu prehlad. Ravno tega se najbolj pravzaprav gospodarstvo boji, ali pa ta panoga boji. In ravno to je to izziv 4.0, ki bo pravzaprav postavilo vse te firme v nek modularni sistem, brez katerih enostavno ne bo šlo. Se pravi, tukaj bo neko delo potem zagotovljeno. Se pravi, jaz osebno ne vidim nekih velikih razlik. So pa verjetno še kakšni poklici, kjer je to zanemarjeno, ampak to pa težko komentirati.
Ja, gledajte, jaz bom rekel, če bi nekako kolega danes končal, to je v sami industriji, sam sem imel izkušnje z tujine, gledajte, ženske so enakopravno delale ravno v teh tehničnih tudi inženirskih vodah, res da je bilo manj, ampak jaz mislim, tudi včasih, veste, stvar nekega imidža, to so neki vzorci iz mladosti, da pač deklice, ženske pač se odločajo bolj za morda večji del za družboslovne poklice, ampak glede prihaja, recimo tudi v medicini, recimo mislim na medicinskih fakultetah, je zdaj pisano že več žensk, koliko moških, ne. Tako da, gledajte, zadeve so se minjale. Sem pa človek, ki je proti vsaki kakršnikoli regulaciji. Kot veste, pri nas, pravno bo Alenka Bratušek je bila tista, ki je želela, da bi se reguliralo tudi kvote v samem gospodarstvu, torej v menedžmentu, ženskem, vse ostalo. Kolegica Gočeva malo pove, kakšne probleme imamo ravno kvote na politiki. Imamo recimo ljudi, ki bi radi recimo kandidirali, pa moraš dati žensko-moškega, pa imamo recimo dve super kandidatke, pa moramo se eni odpovedati, pa potem nekoga, ki sploh ne zainteresiram, pa ga počnem dati na ono mesto, pa potem on izvoljen za občinske svetnika, včasih tudi za poslanca, tako naprej. Glede, da lahko ženske tudi številne poklice, ravno danes, ko roboti prevzemajo tudi te težke fizične naloge, glede, tudi z tega vidika, so ženske še tudi v teh poklicih še bolj enakopravne, tudi moškem, tudi tam, kjer imamo moški radi svoje narave, morda nekaj več fizične moči, in tudi to izginja, ta fizična moč bo izginila, tudi to je velik plus, zaradi česa, zaradi tega, gledajte, ki imamo država posledično imela manj problemov. Spomnite se vi samo z Jugoslavije, sploh ni bilo zaščitnih sredstev, ko so gledali v težkih okoljih, v 40-ih bili invalidi, koliko poklicnih bolezni imate z nekaterih zadev, ki jih danes ne bo, ravno za tudi tem procesem in tako naprej. Dostikrat tudi pri ženskah, recimo primeri hrbtenic, pri nekih delih, ki so se vedno ponavljajočih gibih in vse ostalo. Tako da, gledajte, jaz mislim, da so ženske enakopravne, tudi pogumne, sam imam tudi probleme, neke zdravje, moram priznati, da imam z ženskimi zdravnicami, lahko rečem, boljše izkušnje kot z moškimi, so se bolj potrudile, bolj so natančne bile pri moji diagnosticirani in tako naprej. Kaj se pa tiče tudi poguma, pa mislim, da je kolegica Gočeva dokazala, enkrat sem že ponovil, ko je začela s to preiskavo žilnih opornic, ko sem videl, kako je grozijo, s čem vse, s kakšnimi metodami, je bila Jelka zelo pogumna. Marsikateri moški bi na tistem mestu rekel, veste kaj, se tega ne vem. Glede, jaz nemam tudi imel Dino Bavka, odvetnika, da me bolj toliko več nemam poslanice, tako naprej. Tako, gledajte, jaz sem, mislim, da smo živimo v 21. stoletju, ženske so enakopravne in tudi ne rabi vsiliti v neke tipične moške poklice, kjer je še danes, tam, kjer ni te revolucije, potrebna fizična moč, so pa na ostalih poklicih polno enakopravne. Sem pa proti kakršnikoli regulaciji, ker ta regulacija, veste, včasih tudi zavira na eni strani tudi ženske same, na drugi strani pa moške. Jaz sem za pozitivno kadrovsko selekcijo, za tipično meritokracijo, kjer pač najboljši naj prije na tisto neko mesto, naj deluje, tisti, ki je boljši, naj zmaga. In če bodo ravno tisti, ki so naši najboljši nas vodili, bili vodje sektorov, vodje proizvodne, gledajte, tudi mi boljši, več bomo imeli od tega in tako naprej. Tako da mislim, da sem vam odgovoril nekako na svoj način. Najuspešnejša podjetja v svetu so tehnološka. Potrebno je spodbujati svobodni trg, privabiti tuje investitorje, narediti ugodno okolje za visokotehnološka podjetja. Vlada mora narediti ugodno okolje za to, da se ustvari blaginja in da se pravično razdeli med vse, ne samo med peščico ljudi. Potrebno je odpreti trg za nova podjetja. Na primer, tehnološko napredno podjetje Uber bi bilo potrebno vključiti na slovenski trg, da se ljudem omogoči uporaba njihovih storitev pri nas. Tudi je potrebno dovoliti tehnologiji vstopiti v zdravstvo, da napreduje. Vlada je ključna pri tem. Vlada mora zagotoviti stabilno, predvidljivo, ugodno okolje za razvoj slovenskega gospodarstva. Na ta način lahko država privabi več investicij za nova delovna mesta. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Popolnoma strinjam. Gledajte, držanje, tudi recimo pri podjetju Uber, ko se ljubljanski taksisti tudi združijo pa začnejo. Glede, to nekaj takšnega približno, glede, to bojo vaši pravnuki našli, pa bodo čez 100 let mogoče tudi našli kakšen časopisni članek, da je kolega Žan Mahnič dal idejo, pa SDS, recimo, pa še mogoče tudi kolegi iz Nove Slovenije, pa še kdo mogoče glede podjetja Uber,
pa bo nekdo čez 100 let, recimo, če že bo tu slovenska knjižnica, jaz upam, da bo, bo nekdo našel časopisni članek, da so se taksisti bunili, ker ni Uber prišel. To je nekaj tajega, ko danes vi greste v knjižnico, pa mogoče bi že našli tukaj v Šentjurju kakšen članek, da so se lokalni kočijaži začeli pritoževati, ko vam je železnica recimo pripejala v Šentjur, kaj bo zdaj z nami, kaj si vi mislite, se to je nonsens, ali pa potem, ko je prišel prvi avtomobili, so rekli oni izdelovalci koči, kaj pa jaz, ko sem zdaj delal tako kvalitetno lesena kolesa, iz jesenovega lesa, gledajte, vse prilagoditi, iskati tržne niše, povedati da ljudem, da je vse mogoče, da vsi lahko uspemo, gledajte, vsak človek ima neki pluse in neke minuse, če pa nima nič od tega, potem pa ga vabim politiko, malo humorja, pač kupim to etiketo, ki se nas drži politiko, vseeno, ampak vseeno, gledajte, problem tudi je iskanje talentov v narodu, kot je slovenski, moramo iskati tudi talente med mladimi. Nekoč, recimo, ko se sam spomnim, sam sem potem zmagal nekaj tekovanjih v elektroniki, že potem v osnovni in srednji šoli. Prva zadeva, ko sem prišel v osnovne šole, ko sem bil parkrat na gaju, je bila, moja mama prišla govorile ure, pa sin je pa hiperaktivni, samo se zdaj to zna pozdravi, dajmo ga tablete. 20 let nazaj so bili vsi hiperaktivni, ne da so jih učitelji, morda so bili nezanimivi z njihovim predavanjem, da so bili otroci mogoče genialni, mogoče med njimi kakšni geniji s posebnim talentom in snov, ki so jo predavali, lahko popolnoma nezanimiva za njih. Torej, gledajte, ravno tukaj v majhnem narodu, vsak kader, vsak otrok, ki ga ne odkrijemo njegovega talenta in ga ne peljemo v tisto smer, je pomeni katastrofo za narod, populacijo, ki že tako ima manjšo rodnost in potem za njegov razvoj. Mi imamo čudovite zgodbe, jaz mislim, da tudi mediji bodo mogli pri tem sodelovati. Slovenci imamo čudovite zgodbe, recimo, tudi v tujini, na fakultetah imamo, gledajte, polno mladih ljudi na najbolj elitnih fakultetah, ki so uspeli, podjetnikov in vse ostalo. In veste, četrta industrijska revolucija je tudi priložnost za majhna nišna podjetja, da so vrhunska, da vam hitro uspejo, da vas ne tržijo. Gledajte, zdaj imate celo vrsto podjetij, ki delajo določene solucije za telefon, da vi imate, ne vem, neki športni program, si ga naložite, pa vas spremlja preko GPS-a, koliko ste prekolesarili, recimo, pa karkoli, kjer sodelujejo sociologi in inženirji, pa to pripravijo. Torej, polno je teh priložnosti se odpira, tudi za manjša podjetja. Ampak gledajte, tudi iz četrte industrijske revolucije ne bodo ukinjene poslovne panoge, tam, v katerem je vključena neka domača umetnostna obrt, ročna izdelava. Ampak tam pa moramo predstaviti, seveda, jaz pravim temu, celovite zgodbe. Celovite zgodbe, vedno in posod. Ali je to slovensko kmetijstvo, ali je to slovenska kvalitetna hrana. Veste, mi ne moramo tekmovati z Romunijo, pa ne vem, kje tudi v kmetijstvu. Mi moramo povedati, mi imamo najboljšo meso, vzgaja to, imeti sonaravni razvoj, ampak to plemeniti z blagovnimi znamkami. In veste, zgodba od tehnike, od vsega, kar je na tržišču, od proizvoda, produktov, storitev, ki jih vi prodajate, vi prodajate vedno in posod zgodbo. Tako kot gospod prodaja zgodbo, povabi svoje poslovne partnerje, podjetje, pokaže svoje realizacijske uspehe, pokaže svoje reference, kaj so do zdaj naredili, kaj so vse sposobni narediti, morate prodati zgodbo. In da prodaš zgodbo, je pa potrebno biti strpen, potrpežljiv, mladim ljudem povedati, da so bile največje svetovne zgodbe ljudi, ki so uspeli, vedno tudi padci, da vsak padec ne pomeni nič, ampak da je pomembno, kako hitro se pobereš, najdeš sam sebe in pelješ naprej. Jaz govorim celo vrsto zgodb od družine Porsche, ki pač jo največkrat omenjam, lao tudi največje blagovne znamke zadnjih 20 let, ki so razvili v Avstriji, to je Red Bull, recimo, gospod Dini Matješič, s katerim sem se tudi parkrat lahko srečal, celo večerjo z njim, je rekel, tretjič, ko sem propadal, nisem niti za karto, da sem šel na 14 dni na Tajsko, mi je kolega posodal. Ampak ravno tam pri baru sem spil en energy drink in me je navdušil. Potem smo dodelali blagovno znamko, izboljšali okus, naredili drugo pločevinko in danes je to brand, ki je vreden po vsej verjetnosti nekaj milijard evrov je ta brand danes vreden. Tako da pomembni je optimizem, pomembno je, da se en drugega spodbujamo, da padec tudi v podjetništvu nekaj normalnega, da veste, v Ameriki, recimo, če greste, ko prijete na banko po nek večji kredit, vas vprašajo, kak je bila vaša karijera do zdaj,
da se vi pohvalite, ja super, gledajte, jaz še življenje nisem imel, nikoli nič ni bilo narobe, vse imam super, ja te imam pa tega kredita, ne vam dali. A ste vi, če ste vi že dvakrat propadli nekaj malega, ne, potem pomeni, da imate izkušnje, imate to previdnost, malo manj optimizma mogoče, ne, in ravno zaradi tega bojo bolj stali za vami in se zavedali tega, da se tega vi tak sami zavedate, da lahko pride, ali vaš izdelek ne bo uspel na trgu, ali zmes je neki ciklus, se bo zaključil, bo prišla kriza in tako naprej. Tako da, veste, ko govorimo o tej celovitih zgodbah, je pomembna strpnost, pomemben je večni optimizem, ki ga moramo govoriti in še nekaj, kar zdaj večkrat govorim v zadnjem mesecu dni, majhnost je dal tudi velika prednost. Tako tudi v 4. industrijski revoluciji, cele vrste teh majhnih podjetij, ki se prilagajajo, ki imajo neko znanje specializirano, ki lahko vam pomaga, lahko tudi mojemu nekdanjemu delodajalcu Siemensu, primer takega podjetja, ki ga bom z veseljem omenim, sem tudi ponosen, da smo postali, lahko rečemo, kolega, je inženir, mladi inženir Rimac iz Velike nedelje pri Zagrebu. Vsako leto, ko nisem bil 2 leti pri njemu, takrat je bila zgodba o uspehu, ko ima 85 ljudi, danes jih ima 350, 10% njegove delnice kupil Porsche. Pred nekaj dnevi ste lahko celo zasledili, da je Pininfarina se sam ponudil, bo njihov osebni dizajner in dela avtomobila, ki letijo več kot 400 km/h, imajo skoraj 2000 konjskih moči, električnih moči in je vodilne visokotehnološki, električno izdeluje visokotehnološko podjetje. Torej podjetje ena mladega zanesenjaka v sosednji Hrvaški, ki je na področju produkcije, pa področju industrije, za Slovenijo vedno zaostajala na celo vrsto nivojev. Tako da, gledajte, optimizem, vztrajnost, spodbujanje en drugega, prilagajanje tem spremembam, poslušanje pozitivnih zgodb, zato da so ljudje še bolj optimistični. Jaz mislim, da je to je ta trenutek, v tem trenutku v Sloveniji in iskanje našega velikega skupnega cilja slovenstva. Veliki skupni cilj slovenstva je, da moramo postati ena najbolj visoko dovršenih tehnoloških držav, majhnih tehnoloških držav in zato imamo popolnoma vse pogoje. Popolnoma vse pogoje in mislim, da je čas, da zavihamo rokave in da na ta vlak, ki se vedno spomnim, ko sem tukaj v vašem kraju, se sprehodil skozi vaš muzej, da je takrat je prišel en vlak, danes pa se pogovarjamo o enem vlaku, ki je tudi za vašo občino, za vas tukaj tudi pomemben, to je ta vlak, te visokih tehnoloških sprememb, po kateri danes govorimo vlak 4. industrijske revolucije. Konkurenčnost, ne? Ja, jaz upam, da bi gospod Strašik ne bo zameral, spet bom omenil to podjetje. Veste, to je podjetje, ki mislim, da je lansko leto imelo približno 96 000 evrov čistega dobička na zaposlenega, kar pomeni gre za res visoko produktivno podjetje. Veste, njega sem jaz vprašal, takole smo debatirali, pa sem rekel, gospod Strašek, kaj je konkurenca? Pa me tako potrepla po rami, pa pravi, veste, mladi mož, ko bom jaz slišal za konkurence, tega podjetja več ne bo. Jaz sem najprej mislil, da mi je hotel povedati nekaj drugega. Potem pa, ko sem šel skozi vrata, ko sem ga razmišljal, je pa pravzaprav hotel povedati, da je to nenehen boj z investicijami. Nenehen boj. Se pravi, če hoče podjetnik ali pa podjetje biti uspešno, biti konkurenčno, mora non-stop vlagati, investicijsko vlagati v razvoj. Glede, mi smo, tako sem prej rekel, 70 zaposlenim smo vse razmerno majhno podjetje, nismo prav veliko. Ampak kljub vsemu, dobesedno ves kapital, ki prihaja, ga vlagamo v nadaljevanje, ga vlagamo v nove investicije, za katere moram pa reči, da smo precej, ne bom rekel neumni, ampak jih vlagamo brez, z svojimi lastnimi sredstvi, se pravi brez pomoči. No, upam, zdaj v zadnjem letu so se nam nasmehnali 2 razpise, ker nam bodo tukaj malo olajšali pot. Ampak, poglejte, naredili smo nekaj izdelkov, ki so sorazmerno edinstveni v svetu. Pa jih mogoče ljudje, oziroma jih nismo oglaševali na velik zvon. Naprimer, naredili smo aparat za otroke s cerebralno paralizo. Se pravi, da avtomatsko masirajo določena področja, kjer pravzaprav se te veziva, mišična veziva jačajo. In pri takih otrokih s cerebralno paralizo, recimo tam 4. ali pa recimo 4. stopnja,
boste videli, da se otrok dobesedno, če ga posediš, se bo kot knjiga zaprl. Z tem aparatom smo dosegli, da pravzaprav po nekih, sicer ne to pol leta seveda ni učinka, ampak leto, dve pa se ta učinek kaže in ti otroci že samostojno sedijo. Recimo, to je ena stvar, ki je novost na tem področju. Seveda, zdaj kako smo prišli do te ideje in na osnovi česa, kdaj drugič, no, je pač tudi moja družinska zgodba vmes. Naprimer, naredili smo avtomatsko tirno tehtnico. To je zgodba, ki jo skoraj ni v Evropi, oziroma ima eno podjetje, ki je pa popolnoma z drugo rešitvijo. O čem govorim? Recimo, vlakovna kompozicija, če bi primerjal star sistem, vsak vagon počaka na tehnici, pa se zvaga. Z našim sistemom se lahko kompozicija, sicer bi kolega, ki tam v zadnji sedi, se zdaj malo nasmiha, ker pozna zgodbo, njegov teren, ampak gre pa za to, da se cela kompozicija zapelje z neko konstantno hitrostjo in avtomatsko dobimo učitek vsakega vagona posebej. In če nam je uspelo dve take tehnice implementirati v Sloveniji, je bil za nas kar uspeh, ko so nas poklicali iz Srbije, pa so rekli, glejte, fantje, če pa to funkcionira, bi prišli pa to pogledati. S tem, da smo tam naredili še nadgradnjo, da pravzaprav, recimo, smo z, mi pravimo, RFID sistem, da prav označiš stegi vagone, označiš na levo, prijačiš in v bistvu imaš čitalnega, ker to deluje popolno avtomatsko, brez posadke. Se pravi, vlak se sam zapelje čez vago, v bistvu dobiš podatke o teži, kar je pa recimo kakšni taki sistemi, kot so dnevni kopi in pa tako zelo, zelo pomembna stvar. Seveda grejo ti dogodki, ta razvoj še gre za naprej, še nismo počakali. Tukaj je še en kup stvari, en kup korakov, ampak zopet smo, če hočemo biti konkurenčni, če hočemo ostati na trgu, moramo razvijati take produkte, ki so plod sigurno samo domačega znanja. Če se ne omejim samo na našo firmo, veste, v Sloveniji, recimo, kot veste, smo eden vodilnih v blockchain tehnologiji. To je zgodba, ki definitivno ima prihodnost, ki postavlja, tako kot smo prej rekli, za industrijo 4.0 na glavo, tako tudi v tej zgodbi se ta stvar postavlja popolno na glavo in definitivno se bo blockchain tehnologija koristila tudi v industriji 4.0. Definitivno. Da ne govorimo o bitcoinih in teh zgodbah, ki celo, mislim, da sem zasledil, da ene državi že postajajo uradno plačilno cesto. Skratka, te stvari gre naprej, ampak zopet smo na tisti točki, ko pravim, če bo denar za investicije, če bodo podjetja lahko dihala, v tem primeru bo ta razvoj šel naprej. V nasprotnem primeru bodo stvari počakali. Definitivno. Glede na dejstvo, da je podjetje ETRA na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju za svojega robota, prejel tudi posebno nagrado, sejma me zanima, gospod Glavač, kaj vam in vašemu podjetju pomeni takšna nagrada? Gospoda Breznika pa bi prosila, če nam lahko pove, kaj on misli o takšnih nagradah, ki se podeljujejo. No, pogledajte, to je še ena stvar, ki je šlo čisto mimo, pa je za naše podjetje izredno pomembno. Če si predstavljate robote in zakonodaje, ki v tem trenutku veljajo na tržišču, potem veste, da robot upravlja neke funkcije, nekaj zlaga, nekaj prelaga, ampak vsi ti roboti imajo okrog sebe, mi rečemo, kletko, se pravi neko varnostno ograjo, s katero onemogočimo, da bi v bistvu delavec ali kdorkoli prišel v kontakt z robotom, ker bi se lahko zgodila huda nesreča. Danes na tržišču obstajajo roboti, imenujemo jih coboti. Collaboration robot pomeni, da pravzaprav je kolaboracija, se pravi sodelovanje človek-robot. Ti roboti ne uporabljajo več nobenih varnostnih ograj, oziroma je ni potrebno. Ti roboti so že certificirani za delo z človekom. Kaj to pomeni? Če si predstavljate nek tekoči trak, na katerem delam in imam recimo 3 kose za postaviti iz točke A v točko B. Potem pa pride moj šef pa pravi, zdaj se boš pa postavil 4. kos iz točke A v točko B. Pa jaz rečem, to pa ne zmorem. Potem pa lahko vzamem tega robota
vključim tičin funkcijo in primem komad, ga položim tja, seveda z robotsko roko, takole, primem jo, stisnem, položim in rečem tako, zdaj sem te pa naučil. Ne? In ko trak štartamo, on bo delal svoje delo, jaz bom pa svoje delo. In bomo takle skupaj sedela, ne? Oziroma on bo prvijačen na mizi. Zdaj, kaj to pomeni? Mi smo se prijavili na en evropski razpis, kjer smo s podjetjem KUKA, mi imamo namreč za 3 podjetji podpisano tudi pogodbo o sodelovanju, se pravi KUKA, FANUC in pa ABB. Podjetje KUKA nas je nekako vzelo za to področje, ne bom zdaj rekel bivše juge, ampak praktično sežemo malo dve tudi, nas je vzelo kot poslovnega partnerja pri tem projektu in se imenuje kompetenčni center. Kaj to kompetenčni center je? Se pravi, to je pomoč podjetjem, ki imajo recimo zelo veliko tekočih trgov ali pa veliko zaposlenih, ki delajo za tekočimi trgovi in imajo mogoče določene izdelke, ki jih je zelo težko ali pa zelo težko pobirati, vstavljati in tako naprej. No, mi za tem kompetenčnim centrom lahko naredimo v podjetju test, ali določeni izdelki s tem robotom delujejo, se pravi, če povem po domače, ali bo to podjetje na trgu kupilo takega robota kot maček v žaklju, ali pa bo prišel na kompetenčni center, pa bi rekli, glejte, imamo tale problem, vi imate tega robota, dajte poskusite, ali bo ta zadeva funkcionirala, ali ne bo. Seveda to gre počasi, podjetja se zdaj počasi seznanjajo, no, je pa res, da zdaj so pa eni premiki v pozitivno smer, tako da mislim, da zdaj pa začel ta kompetenčni center živeti, nekako je bil pa ustanovljen koncem lanskega leta. Zdaj, kar se tiče pa te nagrade, seveda vsaka taka nagrada, ki smo jo zdaj dobili, nam veliko pomeni. Škoda je, ko za to nagrado ne stoji kak €1 milijon, ampak kaj če je življenje pač tako, je pa sigurno, kot bi rekel, nek faktor, ki ti daje voljo, da v bistvu greš naprej, da si opazen in da pravzaprav, kako bi rekel, tudi družba kot taka sledi, da se v tej naši majhni Sloveniji nekaj dogaja, ne samo za naprej. Ja, glede, lahko samo kolego čestitam, sam sem KUKine projekte spremljal izpred nekaj let, ko so prvi, tako zvani njihovi pravi humanizirani roboti, ki tudi posebej barvajo, navadno imajo zelene barve, zdaj ponovim, mislim zelene, FANUC zelene, ja, drugače so navadni industrijski roboti rumene barve, klasični tisti, o katerih smo prej govorili. Večkrat se pa te roboti uporabljajo tudi v takšnih, veste, podjetjih, kjer se hitro prilagaja neke nove spremembe, ne vem, pakiranje, recimo prehrambena industrija, pakiranje nekih čokolad v veliko večjo kartonsko škatlo in tako naprej. In vse ti roboti imajo tudi svojo senzoriko, torej imajo varnostne zadeve, kjer pač ne bi prišlo do fizičnega kontakta, poškodbe človeka in tako naprej. Tisto, kar pa lahko rečem, kar je bolj vprašanje, zdaj mene bilo za politika, nekako inženirja, je pa to, da, gledajte, to, kar sem prej pa že povedal, pozitivne zgodbe moramo predstavljati. Nagrada je to, da so napravi foto. Nagrada, več tega je moralo biti. Jaz pozdravljam, mislim, obrtni CM Celje, ene izmed redkih celjev, zelo strokovn, mislim, za mene osebno daleč najbolj pomembno, bi rekel, morda poleg kmetijskega, kjer je pač področje, ki se zdaj začel malo ukvarjati, ampak, gledajte, mi moramo te zgodbe širiti, da smo mi tu, da imamo tehnologijo, da imamo kompetenčne centre, kjer jim iščejo rešitve tudi za njihove probleme v proizvodnji, iščejo šibke točke, recimo lahko tudi v proizvodnji, potem smo se prej pogovarjali in to je edina prava pot. Mislim pa, da v Sloveniji, če gledamo to s kolegico, zdaj, ko bomo začeli o kakšnih proračunskih dokumentih, razdajo, pa ko vidite, veste, enkrat te, ko ste na tem nivoju, pa ste v kakšnem občinskem svetu, ste mogoče podžupan, župan, ampak ko ste pa večte poslanec, pa če znate malo vse proračunske dokumente brati, pa ko vidite, koliko je nekih institucij v Sloveniji, ki živi Bog ne potrebuje, ki se podvajajo, ki sploh ne vejo, zakaj so tam, razen da povzročajo nove birokratske ovire, in da tam po nikah, gledajte, v milijonih evrih, pa da se ne najde denar, recimo, za podjetje, da je za to nagrado stoji, ne vem, tudi, ne vem,
vsaj nek denar ali pa za tistega vodilnega neka nagrada, ki je bil vodja projekta, ali pa neke davčne počitnice za to podjetje, ki je doseglo eno taki uspeh na trgu, zato da bi se še bolj razvijalo. Glejte, ker če se mi celo življenje ukvarjali s tistimi, ki jim nič ni tudi uspelo, ali pa ki so stalno zaglavljali, tako kot naši bančniki, ne, pa jih vedno popravljamo, ne, vedno jih moramo dokapitalizirati, ne. Mi se tudi marsikaj, kljub temu sem rekel, da je fajn, če kdaj padeš, da to ni neuspeh. Ampak veste, v Sloveniji smo se mi ukvarjali samo s sanacijami podjetij, ki so vedno medliči. Smo pa jemali preko davkov točno takim, ki pa bi lahko še bolj uspeli. Mogoče, če bi bilo manj tega, bi bilo taka podjetja in primerljiva v Sloveniji, imela še že bi z kakega podjetja že lahko ustvarili srednjo ali pa tudi potem že eno večje podjetje, ki nam manjka. Ne. Torej, pomembne so nagrade, jaz mislim, tako kot je pomembna nagrada za vsakega od vas, tudi tistega, recimo, ki je v neki krajevni skupnosti občini naredil nekaj delo zastojn, neke stvari 20-30 let, je pomembno je, da pozoriš name, mi opozorimo tudi sveto zase, gledajte, celjski sejem, ki ste ga omenili, ki je dal to nagrado, je tudi ne nazadnje mednarodni, postaja mednarodni, konkurenca nas opazuje, gleda, opazuje naša podjetja, sejmi, kljub temu, da en čas internet im imamo svoj primat, veste, fizični stik, video stik z nekim izdelkom, opremljiv stik še, niso zgubili svoje veljave, tudi po vsej verjetnosti, ker je tema še vedno četrta industrijska revolucija, človek v svojem bistvu še vedno hotel imeti tudi neki fizični stik, tako kot je gospod prej rekel, ne, da je imel dvom do tiste pelotehniko, ki je narečeval, pa je ni fizično videl po trgovini, ne, kot tudi sam, ko sem prvič kaj kupoval preko eBaya, recimo, ne. Tako da, jaz mislim, da treba se veseliti uspehov, kot je rekel, v Sloveniji je polno podjetje, jaz moram tudi omeniti podjetja v Mariboru, mojega kolega iz srednje šole in fakultete, kolega magistra Rateja, ki ima v Pesniškem, tam tehnološkem parku 18 inženirjev, 4 so doktorje, 2 magistra, in Mišijev podjetje, dobro pravkar pilotni projekt za Boeing, za izdelavo sekstokopterja, ki ga bo Boeing naredil, torej tudi prenos pošte z, torej ne droni, ampak sekstokopterji, torej z 6 propelerji, 2 bo ta rezerva, in Boeing dela pilotni projekt sekstokopterja, podjetje je dobro naročilo, da izdeluje torej predvsem krmilnike, oni so specialisti za krmilnike, za elektromotorje, torej oni izdelujejo tudi krmilnike, preizkušajo Boscarolov elektroprogram v njihovih letalih, izdelujejo krmilnike tudi za elektromotorne čovne, pravkar imajo, s tem se je ravno zadnji hit, združilo podjetje Domel, ki del izdeluje odlične elektromotorje, združil se moj naš nekdanji poslanski kolega Podkrižnik, ne, in združil se to podjetje, kjer so skupaj izdelali boljši sklop, ko ga ima trenutno Bosch za električna kolesa. Ne, torej ta sklop z elektromotorje, z elektroniko, krmilnikom, z notranje prenose, torej ta 3 podjetja so razvila in testirajo en sistem, ki ima lahko nazivno moč celo do 1,3 kW, ima pa že vgrajeno umetno inteligenco, torej zaznava vašo kolesarjenje in ne rabi, da se vi ročno prilagajati manuelno, ampak se uči kot pri avtomobilu, veste, ko se učijo tudi avtomatski menjalnik, se prilagodi vašemu načinu vožnje, recimo. Torej, polno je dobrih zgodb, jaz mislim, da bi temu morali tudi panožne nagrade še bolj podeljevati, s tem bi dali še večji optimizem, s tem bi sledilo tudi mediji, več bilo pozitivnih zgodb in celovita zgodba je bila lahko tisto, kar sem danes večkrat govoril, da se treba drugega spodbujati in da ljudje, ki so nekaj naredili, da jih treba še bolj imeti, da so to lahko tisti glavni junaki naših tudi medijev, ne da so glavni junaki nekdo, ki naredi neko norijo, ampak tisti junaki, ki so uspeli v največji konkurenci na svetu. Toliko z moje strani. Rada bi tudi ob tem zahvalila naši članici Moniki Zmrzlak, ki danes žal ni mogla biti z nami, ampak je veliko pomagala pri organizaciji večera. Zdaj pa občinstvo ljudno vabljeni, da našima gostoma postavite, če imate kakšno vprašanje. Jaz bi vprašala, super je bilo vse slišati, ampak glede na naš, kako bi rekla, okostenel šolski sistem, glede na to, da otrok v osnovni šoli je, če je okalupljen, pride dobro skozi, jih omejujemo. Srednja šola, recimo strojna, elektro, 3. letnik komaj praksa v podjetju. Kje vidite rešitev za to, sploh pri tej vladi, ki se mi zdi, da je malo zaustavila
razvoj, ampak kot da bi šla hotla iti v rekreacijo. Na kako pot mislite, da bo šla Slovenija v tem primeru? Lahko vam samo povem, govorim malo z političnega vidika. Danes smo omenili tisti naš neki dualni šolski sistem. Avstrija približno 40-35% populacije ima dualni šolski sistem. To ne pomeni, da bo vaš otrok, če šel v dualni šolski sistem, ostal na nivoju neke srednje poklicne šole. Lahko ostane. Danes je pomembno tem mladim ljudem sporočiti, da najboljši na svojem področju, vseeno kaj delajo. Ali bodo delali hrastova vrata, notranja, pa bodo najboljši, z najboljšo izdelavo, z najboljšo tehnologijo, ali bodo izdelali neko sliko, ali bodo izdelali tako neke procese v industriji, računalniško krmiljenje. Glejte, pomembno je biti najboljši. Lahko je najboljše, pa položiš ploščice. Najboljše položiš, si natančen, imaš dobro ceno, imaš roke in vse ostalo. Če pa človek se znajde, gledajte, kot sem rekel, tisti primer predsednika uprave BMW-ja, ki je bil vajenec in je končal kot predsednik uprave BMW-ja. Torej možnost, da ko začneš, da lahko vse življenjsko se učiš in da lahko uspeš do najvišjih vrhov. Čeprav, veste, to merjenje ljudi preko formalne izobrazbe je po moje tudi ena največjih napak tranzicije. Da so ljudje, ki imajo neko dobro poklicno izobrazbo, da so bili vzaj v 20-30 let manj vredni, kot nekdo, ki je končal neko fakulteto. Ne, gledajte, če on uspel na trgu, pa jaz z 2 končanjama fakultetama imam 800 evrov plače, on pa ima kot polagalec ploščic 3000 evrov plače, da je on bolj uspel, kot pa jaz življenja oprostiti. Še posebej, če so mene učili tudi ljudje, ki življenje nikoli niso uspeli na trgu, pa so pač prišli do neke višje formalne izobrazbe, tudi mogoče doktorate in tako znanosti. Ta miselnost mora se spremeniti. Mi bomo spet, gledajte, oni so zdaj iz tega dualnega šolskega sistema, ki smo ga mi dvakrat hteli uvesti, ki je kopija, lahko rečemo, avstrijskega, so naredili eno spako, jaz bi temu rekel, in zato so vpisali v lanske leto samo 4 dualne poklice. Mizar, kamnosek, mislim, da kuhar in pa natakar. Zdaj, gledajte, to vam vse pove, mi se danes pogovarjamo o 4. industrijski revoluciji, gospod je povedal, da so že 10 let v tem toku, da so lahko rečemo, kreirajo del tega, mi pa se tudi v dualnem šolskem sistemu pogovarjamo o poklicih, ki jo mogoče nekateri izumrli, nekateri bodo ostali. Torej, prej sem razlagal študijo BMW-ju, ki ima 38 poklicov interno šolo v dualnem šolskem sistemu. Vsaj 20 teh poklicov je novih, tistih, o katerih smo danes tukaj govorila, torej, da je v mehatroniki, da je celo vrsta serviserov, recimo ženske se šolajo, v Nemčiji so se prešolali, da so serviserke za električna kolesa. Cela vrsta žensk je bilo strukturno brezposelnih, politologi, sociologi, tudi v Nemčiji ni bilo služb, so danes serviserke za električna kolesa, gledajte, natančno, dobro plačano in tako naprej. Pomembno je te zgodbe sporočiti mladim, pomembna je miselnost tudi staršev, veste, tudi starši morda vztrajajo, da je otrok mogoče tudi naredi nekaj, kar ni uspelo morda v življenju. Ja, hočem, da gre na to fakulteto, ga silijo, to ker nima za to talenta. To je ta prisluh. Učitelj, jaz ne bom vso kritiko dajal tudi učitelja. Tudi največkrat so starši tisti, ki mogoče učitelja, ta, veste, dialog mora biti in iskanje, kjer je ta najboljši talent za vašega otroka. Veste, smo pa ljudje večplastna vidja. Če sam sebe gledam, gledajte, da nikoli si nisem mislil, da bom z inženirja šel v ekonomista, zdaj čakam, da bom magisteriral na pravni fakulteti, pa še v politiko sem nekako zajadil malo. Torej, ta proces teče, ljudje prijem do nekih križišč in na teh križiščih se odločamo. Fajn pa je, če vemo, če imamo več informacij, da na teh križiščih, da dobimo nekaj najboljšo informacijo, kjer je tista pot, ki pelje do tistega cilja, na katerem bomo lahko vse svoje najboljše talente, vse svojo najboljšo voljo nekako vključili v ta svoj življenjski uspeh. Na ta življenjski uspeh pa je ta naša notranja filozofija, ki imamo vsi med sabo v sebi. Ali katera so tista dejanja, katera je ta moja pot, po kateri sem jim bodo ljudje zapomnili, da sem užival, da sem živel to svoje življenjsko obdobje, da sem svoje življenjske sanje lahko resničil. Šolskega sistema, Zdaj, mi smo imeli dualni sistem v preteklosti, ki je slavno propadel
ravno zaradi tega, ker so vsi videli problem v tem, tako podjetja, ki so bili mentori, ne, kot starši, kot dijaki. Ne. Potem problem je v naših glavah, oziroma v glavah, bom rekla, bolj spet različnih tudi političnih pogledov, ampak to recimo, da bi vzeli sistem, kot je v Nemčiji. V Nemčiji dualni sistem deluje po principu praksa, ki je plačana, štetje v pokojninski sistem, torej delovno dobo in tako naprej. Ne. Pri nas, če reče, da bo šel v proc pri 16 delati in služi denar, izkoriščaš mlado delovno silo. Ne. S tem, da v Nemčiji dualni sistem, koga zaposli pri 16 letih, to pomeni, da ga šola in da potem otrok ostane v tem podjetju. Pri nas boste redko dobili podjetja, ki bodo razkirala, da bodo vzeli takega otroka in da bo potem to otrok, ko konča šolanje, imel tudi službo pri njih. Ne? Zdaj, veliko je potem takih, ki bi to izkoriščali seveda, ne? In to bi bilo treba regulirati na nek način, imeti resna podjetja, ki to delajo. Dualni sistem, ki ga je uvedla prejšnja vlada, uvedla z zakonom o vajeništvu, je bilo predvideno 200 vajeniških mest, izvedli se jih je 54. Na poklicih, o katerih je Franci povedal, ne, poklicih, ki v bistvu bodo kmalu zginali, ne, in ko sem jaz ministra za šolstvo, sedanjega ministra, takrat še kandidata vprašala, kateri so za njega poklici prihodnosti in kje jih v šolskem sistemu vajamo. Na prvo mi ni odgovoril, kateri so poklici prihodnosti, na drugo pa je dejal, da vse to, kar se danes učijo otroci v šolah, lahko uporabijo tudi v poklicih prihodnosti, na katere seveda ne vedo, kaj so. Ne? To pomeni, da če boš šel zdaj za natakarja, se boš potem pač priučil za mogoče, da boš pol robotov. Torej, o kompetencah govorimo, kar se strinjam, da v nekaterih poklicih dobiš kompetence, ki so lahko možno uporabne tudi v tej novih pač, industrijskem razvoju, ne? Vendar potem mora tudi naš šolski sistem oziroma naš sistem te kompetence upoštevati. To so tudi kompetence, ki jih dobite vsak dan lahko, ne? Kar se pa pri nas ne. Pri nas je še vedno pomembno, kaj na papirju piše. Torej diploma, ne vem kaj, na koncu dobimo pa ven diplomirane inženirje, ki ne vem matico pa šroba. Čisto tako povedati, ne. Mogoče Jani se ne bo strinjal določenim zadevam, ampak jaz sem učila v poklicni šoli in vem, znal je narediti super torto, ni pa vedno bolj razkuhati. Mislim, čisto neuporabno na koncu znanje, no? Če karikiram. Meni je bilo všeč, kar ste na začetku rekli, da danes otroke ukalupljamo. To se mi zdi najbolj bistvena stvar in na tem področju se mora nekaj narediti. To se prav, povejte mi resno, ali lahko otrok pri 14-15 letih se resno odloči za en poklic, ki jih bo celo življenje upravljal. Ne more se, jaz mislim, da se ne more. Je pa v bistvu treba otroka slediti od začetka. Se pravi stvari, ki so mu prirojene. Jaz vam zdaj primer povedal, mogoče ne bo tako, ali pa bo. Pokliče me, mi zelo veliko sodelujemo z srednjo šolo, zelo veliko, šolskim centrom. In me pokliče profesor, ki se poznama, in pravi, čuj, Jani, veš kaj, tega jaz ne počnem, ampak v tem primeru bi pa imel naprošnjo do tebe. Rekel, ja, kar, izvolite. Pravi, imel bi ga fanta, ko bi si želel delati počitniško pri vas, da bi nekaj zaslužil. Rekel, ok, v redu, pa je v redu. Pravi, je v redu, sigurno je v redu. Mi imamo ogromno prošenj za počitniško delo in pa tudi to obvezno prakso, ki se izvaja. In jaz nisem vedel, pred vrati se postavim mlad fant, gledam, ni me deloval, kako bi rekel, po naše. In potem se dogovorimo, da je fant iz Romunije. In potem, ko ga povabim na pogovor, se malo pogovarjamo, pravi, moja familija je živela tu in sta se starša odločila, da greta nazaj v Romunijo. Prav jaz sem se pa odločil, da ostanem tu in bi rad končal šolanje tu. Neko je fajn, se dogovorimo in imamo pač v delavnici en elektroomaro in potem pride delovodja gor pa pravi, poslušaj, ne moram verjeti.
fant, ki je prišel iz drugega letnika, je zvezal elektromaro, pa ne to zvezal neki, ampak naredil. In to odlično naredil. Ko je začel, sem rekel, tole nekaj ne bo štimati. Kako je možno, da naš šolski sistem ne omogoča, da bi fantje iz istega letnika prišli, pa bi nekaj takega naredili. Pa imajo vse možnosti. In to dejansko je tisto, kar ste vi rekla, to se pravi ta klub, ki se začne z obhodom v šolo in potem ta sledenje razvoj in potem usmeritev. Mogoče smo mi pri tem fantom imeli presečo. Ampak kaj se potem v nadaljevanju zgodi, kar je bilo tudi danes veliko povedano in je moteče. Ljudje, oziroma ta fant, ki je zaključil to šolo, bil čudovit, naše podjetje ga je vabili, dobesedno smo ga prosili, priti k nam delati. Veste, kaj se odločil? V Mercatorju pa v Tušu vozi tiste vozičke. Poglejte, kakšna škoda, kakšen sistem. In tega je ogromno, je na pretek. In zato se danes pogovarjamo za kadri. Vse, če generalno gledate v šolskem sistemu danes, je toliko pa toliko razredov elektrotehnikov. To se pravi trg, ki jih pričakuje, mi jih pričakujemo v gospodarstvu. Ja, koliko jih dejansko prije v gospodarstvu pogledamo? To je ta težava. In jaz mislim, da tukaj je treba res nekaj narediti. In to, kar je pa prej Jelka povedala, je še pa izredno pomembno. Jaz mislim, da bi vsem otrokom, ko prestopijo prag podjetja, mogla začeti teči delovna doba. Tudi tisti fant, ko gre čez počitnice za poštarja, naj mu teče delovna doba. Glejte, imamo študentske servise, pa pustimo, veste, kakšna je bila preteklost. A je to potrebno? Na končni fazi pa se danes ukvarjamo z delovno dobo ljudi. Absurd. Skratka, teh primerov je še veliko in se absolutno strinjam. Šolski sistem štartati na način, da bomo vsake otroka individualno sledili in potem, ko ga poskušalo smerjati in potem tisto, kar mu je res najbolj blizu, za ta poklic usposobiti. Ja, ne tej sam pripombo, morbiti pa tam več zaslevš. Možno. Sam je nekaj narobe, če tam več zaslevš. Jaz bi dodal samo eno zgodbo, ki je enkrat povedal, na enem mediju sem to zasledil. En človek je zelo realno tako povedal. Poglejte vse nas. Pa poglejte to punčko, ki tu sedi pred vami. Kakšne so bile naše sanje? Kaj smo sanjali kot otroci, kakve poklice? Ste vi čuli, da je kdo od nas, od otrok rekel, jaz bi pa rad bil birokrat, tam bi rad bil sedel, pa bi tam pisal. Ali rekel, rad bi zdravo živali, rad bi popravljal neki avtomobil, rad bi vozil lokomotivo, letalo, ne vem. Kam so se te sanje potem zgubile? Kaj pomeni mediji, kaj pomeni neka družba z nekimi napačnimi vrednotami, ne? Ameriški filmi, vsi imamo odvetniki, vsi imamo torba, vsi se boste tožili, mi pa vsi v torba vodili, pa v bistvu živeli na naše čunke, da se te vi vsi tožili. Torej, neki napačni vzorci za procesom socializacije, ki prihajajo v družbo in mladim ljudem, ne, dajo napačne signale, jaz bi temu rekel. Otrok, ko se redi, ko je naravn, ko je izven tega okolja, ne, gledajte, ko shodi, ne, je praktično, ne, začnemo sestavljati, tako bi rad nekaj delo, gradil bi neke gradove, ne, če tudi mi politiki gradimo gradove z peska pa v oblakih, ne, ampak gledajte, rad se stavljajo kocke, neke tehnične izdelke, gledajte, večinoma mladih, če gledate, ne, ta ustvarjalna žilica, ko je, ne, že tu bi jih mogli opazovati, ne, zelo pozorno, kaj si kdo želi. Zdaj pa jih okolje, napačne vrednote ljudi, ki so čez noč nekaj pokradli, so zdaj to neki, jaz bi temu rekel, oni so neke cool, ne, oni so neke super, ne, ljudje, ki grejo pač po težji, daljši poti, kot moj sogovornik danes, ne, ki se skromno potem ga morate vi opomniti, da se sploh pohvali, da je dobil eden izmed pomembnih nagrad, ne, je pa, gledajte, ga ne boste največkrat zasledili v nekih medijih, ne, tam pa neki jet set ljubljanskih odvetnikov in to so pa neki cool vzorci za neke mlade ljudi, ki si v štartu v bistvu tega nikoli ne želijo. Potem pa vseeno se vpiše, ne, v neke šole, ki reče, mogoče pa je bilo fajn, ker bi jaz vozil taki avto, nekako gospod bi tudi lahko marsikaj si privoščal, pa reči vlaga še več znanja, še boljše kadre, boljše stroje, zato da bo še bolj konkurenčne, ne. In potem to postane neatraktivno, ne, ono pa je atraktivno potem, ker je ta zunanji blišč, ne, čeprav je v osnovi pa je neka beda, ne. Veste, to je ta proces v tem,
tudi procesu socializacije posameznika v družbi, ker družba, ravno taka srečanja, ki so danes, ki se veselim tudi teh vaših pripomb, kritik in vsega ostalega, kjer se plemenitimo en drugega in se na ta način učimo kot vse življenje. Jaz moram nekaj reči, to, kar govorimo o šolskem sistemu in kam pripelje to, ko so se gotovo biti gasilci, pa policaji, pa to, ne. Zdaj, moški se nič niste za sebe vzeli, ne. Jaz dobim, recimo, kurjo pot, ko začnejo govoriti o ženske enakopravnosti, ne. Konkuper imam tega, ki pravic povem, ne. Čas so rekli ženska za šparket, ne, moški pa pol tista fizična dela, zdaj si pogledajte, ne, kdo je za šparket. Jaz sem danes posilil zgodbo. Ne, pa nič ne rečem, ampak nekaj hočem povedati. V šolskem sistemu je 75% žensk. Učitelj. 75%. Zbornice so ženske, kvote izpolnjene čez glavo. V vrtcih, če vidite moškega, da je vzgojitelj, to je posmeh gor in dol. Če vidiš učitelja v razrednem pouku, posmeh gor in dol, to rabijo otroci, moško roko rabijo. In v šolskem sistemu, če imate, pogledajte si učiteljice, pogledajte si svoje primere, svoje otrok, pa kdo jih uči. Učitelj telovadbe je pa tehnike, ne? Pa kak kemik, fizik, ostalo so učiteljice. In če berete Juhanta, pove, ne, šole so za punčke, za fante, jih več pred nas ni. Ne? In je to problem. Imate v šolstvu takšno, imate v sociali isti primer, na centrih za socialno delo, same ženske, pa imate v sodstvu, pa imate v zdravstvu, medicinske sestre in tak naprej, medicinski bratec, so vsi smejimo, ne? Pa, ne? Ne vsi, no, ampak ne, hec ne, ne, se začnemo smejati, medicinski bratec, ali sestra, kaj. Ne hočem to povedati, kam se to zgubi, tudi skozi to se zgubi, ne. Ne, gledajte, jaz sem za enakopravnost enih in drugih in mi gre na živce to, ko govorijo o enakopravnosti žensk v tehničnih poklicih, pa dajmo se pogovarjati o moški enakopravnosti v drugih poklicih. Mislim, če se pogovarjamo o enakopravnosti v Sloveniji, ali kjerkoli. Potem o regulaciji še. Ja, in ne, hočem, jaz se opozarjam skozi na to, da je v šolskem sistemu preveč žensk in vse se gre maloro, no. Ne, raje učijo, bolj so pridne in pedagoški poklici, če smo že na tem, so pri nas tisti, ko več nima kam gre pa za učiteljna, no. Tak je bilo, ja, pa sem učiteljica samo po profesiji. Jaz pravim, da mogo biti sprejemni izpiti in jaz vem, da so včasih rekli železarne štore, če kjer bil bolj faliran inženir, je šel pa za učiteljna na šolski center, tako so včasih bilo. To je tako. Na to prejšnjo temo malo nagrede na Jelkino, žensk pa tega, lahko to damo na politiko, recimo na politiko skandinavskih držav, ker je zelo veliko število žensk v vodilnih strukturah te politike, in da se zdaj ta politika je tudi malo zapeljala v nepravo smer, zaradi tega preveč čutečega, recimo vsi moški, in tu je tudi te kvote, ali pa te veliko število ženska nekih moče upredmili. Veste, celo obstajajo nekaj znanstvenih dokazov, pač ne na drugih sodnicah, znajo tisti eni besedišči, ki znajo tudi igrati dobro, kaki krivci, da žensko sodnico pridi dobro skozi, ker ženske bolj načutni zaznavi, čeprav se tega pravo, te subjektiviteta, ki jo človek ima v sebi, se s procesom učenja poskuša najbolj zminimalizirati, torej, da imaš ti subjektivno mnenje, da nekdo pride z raztrganimi hlačami na sodišče, veš, da je zelo neki parabin, pa ima malo čudno fizionomijo, mogoče dober človek, Ženske to bolj zaznavajo, so mogoče bolj naivne, tako ste rekli. In ravno zdaj tudi teh varnostnih zadevah, ki se dogajajo, recimo na Švedskem, je to recimo tipično, bogi so, vsi so begunci, vsi so bogi, vsi so gor pa dol, pol pa bo enkrat, bo pa prišlo do tistega, kar si kot politik nikoli ne bi zagledal. Ko sem danes začel govoriti, da se igraš in da imaš v rokah, ko glasuješ, da bom rekel, čez 10 let, pustimo zdaj, ko gre, čisto dobro, pustimo zdaj je tako, kot je, pustimo zdaj je tako, kot je, ta je, veste, izgovor, ko je nekaj propadlo, in gledajte,
na tem prostoru 2000 let, ko je rimska država propadla, ko je bila celi Rim zelo dekadenten, vsi so se imeli radi, moški med sabo, ženske med sabo, država je bila na višku vsega, ne. Na koncu so pa horde Germanov in vseh udarile po Rimu, gledajte, in je bila, lahko bi rekel, v tem evropskem prostoru, lahko rekel, smo ugasnili za približno 600 let dobesedno luči. V bistvu 600 let zgodovine, od leta od propada Zahodno rimskega cesarstva pa do leta 1000, skoraj nimate nekih velikih zgodb, ki bi lahko civilizacijski pomenili. Potem v 11. stoletju, potem spet nastanek mest, univerz, 12. in tako naprej. Tako da se strinjam z vami, ko govorite o tej čutnosti. Ne? Čustva, ja, zelo so dobrodošla v umetnosti, kulturi in vse ostalo. Ne? Mi inženirji, mi smo malo bolj pragmatični. Ne? In tudi to, kar je Jelka rekla, gledajte, ko smo govorili o kvotah, da zdaj silijo ženske, da je bile bolj, gledajte, ne moreš ti na umetni način to narediti. Po drugi strani pa doben se ne vpraša o teh feminiziranih poklicih, o katerih pa Jelka govorila, gledajte, ravno zelo odkrito srčno, kljub temu, da je ženska, da je ravno govorila, da je samo kritika ta, da jih je preveč in da imajo premalo tudi vzgoje tega moškega. Ker moški bi moral dati tudi svojemu sinu del tega lovca v sebi, ki ga držimo na različnih področjih, seveda. Če smo izčrpali z vprašanji, se najlepše zahvaljujem današnjima gostoma, gospodu Francu Brezniku pa gospodu Janiju Glavaču. V imenu Delavske zveze pa imamo še eno malenkost izrešiti za spomin na tale večer. Vam pa tudi sem hvala, ko ste se udeležili. Hvala lep večer še naprej.